Lepo zdrav vsem skupaj, dobrodošli na tem webinarju o hipnozi in samohipnozi. Bom hvaležen, vesel za vsak feedback, za vsak komentar, za to, da se mi oglasite, da se mi javite, predvsem zaradi tega, ker je ta večer namenjen temu znanju z hipnoze in samohipnoze, ki je zame eno najbolj dragocenih znanj oziroma znanj, ki, ko jih enkrat pridobite, jih lahko uporabite v resnici vse do konca življenja. Tako da jaz imam tukaj za vas seveda eno posebno čast, priložnost, da bom se vam javil direktno iz Velike Britanije. V resnici je ta ideja, ki sem tudi napisal, da se javljam iz Londona, je to dejansko eno mesto malo ven iz Londona, kjer sem zdaj na enem ponovnem izobraževanju, usposabljanju, kjer so me povabili zaradi tega, ker sodelujem s tem podjetjem že nekaj časa, gre za enega izmed ljudi, ki so zrasli skupaj s Tony Robbinsom. In zanimivo to, da je, da če pogledate za mano, ne vem, če vidite, je en stol, ki je v resnici stol, ki ga je imel Tony Robbins že veliko let nazaj, tako zelo malo strhan arhivski, vendar po drugi strani pa nekaj, kar je zelo simpatično in zanimivo, predvsem zaradi tega, ker sem kar nekaj časa že zraven Tony Robbinsa in sodelujem, pomagam, asistiram in tako dalje. Zdaj, jaz, ko bomo danes skupaj, vas vabim, da se vsaj oglasite, pozdravite, ne pišete tudi mogoče, kajti meni tukaj v tem sistemu, ki ga uporabljamo, ne piše točno vašega imena. Jaz bom samo še preveril zdaj, kako se to vidi znotraj skupine naše. Upam, da ste znotraj skupine Facebook oziroma na Instagramu. Na Instagramu, nažalost, ne boste videli slajdov, boste lahko videli slajde samo tukaj. In bom hvaležen vseh vaših vprašanj in vseh vaših pripomb, vsega, karkoli se dogaja v bistvu in bi vas mogoče zanimalo z področja hipnoze in samohipnoze. Pri nas v Veliki Britaniji je seveda ura ena manj kot pri vas, oziroma odvisno, kjer ste zdaj v tem trenutku, tako da jaz sem seveda, ne vem, če bom tukaj videl komentarje, zdaj ko gledam malo. Evo, vidim komentarje, vse, Gregor, Andrej, Janez, Mojca, Mateja, Silvester, Špresa, Vid, dobrodošli vsi skupaj, ja. Vsi tisti, ki me spremljate, tukaj imam svojo tablico v rokah, samo toliko, da bom videl, s katera konca ste, oziroma s katera konca sveta, tako da dobro večer vsem skupaj, Maribor, Štajerska, Koroška, Primorska, Ljubljana, mislim, s katerakoli konca Slovenije in sveta se javljate, ste seveda dobrodošli, da ste z mano, sem tudi hvaležen, da ste. In dajmo v bistvu z tega vidika, ko nas je zdaj tukaj kar nekaj, z enega vidika tega, ker smo tukaj kar nekaj skupini, dajmo samo mogoče napisati, s katera konca ste, vidim Portorož in toliko, da bom sam imel teh par trenutkah, koliko se zbiramo skupaj, nekaj idej, nekaj vaših komentarjev. Jaz bom vam predstavil, kako je lahko hipnoza koristna, zakaj lahko hipnozo uporabite, kako lahko s hipnozo delate preboje in spremembe in predvsem, dajte ta večer nameniti temu, da izklopite zdaj vse stvari, ki so mogoče moteče in seveda vse stvari, ki vas omejujejo pri temu, da se boste sfokusirali in da boste z mano v tem delu. Tako da ja, odlično. Tako da jaz sem hvaležen za številne pripombe, obiske in tudi to, da ste z mano danes, ta večer, ta dan, da vam mogoče sam dan nekaj takih bolj odštekanih napotkov za vse tiste, ki še niste bili nikoli hipnotizirani in mislite, da je hipnoza neki bav, neko čudo, hipnoza je nekaj, kar se dogaja cel cajt, v bistvu skozi se malo hipnotizirani, hipnotizirajo nas mediji, hipnotizirajo nas ljudje, okolica, hipnotiziramo se sami sebe. To meni hipnoza je v resnici komunikacija, ki poteka z nami na našem zavednem in nezavednem nivoju in vpliva na to, kako se mi počutimo in dolgoročno seveda tudi vpliva na to, kako se mi vedemo. Tako da, če hočete narediti neko trajno spremembo na sebi, je ena pomembna stvar, kako v resnici če hočete trajno spremembo na sebi, je ena pomembna stvar, da se učite hipnoze. To je ena izmed napotkov, ki vam dam in tudi eni ste že prebrali mojo najnovejšo knjigo, ne vem, kaj sem vam zdela, je kar nekaj dela, ki je bilo vloženega za to, da smo to knjigo lahko izdali
in seveda bi se vam zahvalil vsem tistim, ki ste že prebrali, ste mi že dali feedback in bom prav hvaležen za vse bralce moje knjige Hipnoza 1, ta prvi del, da mi ne pišete en pisan feedback za kakšno slikco, kje ste brali, kako berete knjigo, samo toliko, da bom imel za spomin in tako dalje. Tako da ja, zdaj imamo seveda Gorica, Bled, Gorenjska, vseh koncev Slovenije, vseh koncev naše čudovite dežele. Jaz bom začel s tem, zakaj bi v resnici se nekdo hotel naučiti hipnoze, oziroma zakaj bi nekdo se rad naučil tega dela hipnoze, je seveda to, da bi rad uresničil določen cilj. Mislim, doskrat mi rečejo, zakaj ne se jaz naučim hipnoze, zakaj mi meni hipnoza koristna, in to pomislite na cilj, ki ga imate v življenju, kaj bi radi uresničili, kaj je tista stvar, ki bi jo radi dobili, in potem se vprašajte, kakšno vedenje bi morala ali pa bi moral konsistentno izvajati, da bom to vedenje lahko uresničil. No, in tukaj zdaj pride hipnoza na vrsto, ne? Ker recimo, če morate konsistentno vsak dan hoditi v fitness in konsistentno vsak dan jesti bolj zdravo hrano, je samo hipnoza neko orodje, ki vam lahko pri tem pomaga. Če bi recimo radi šli čez mejo, ker doskrat ljudje pridejo do nekega nivoja in potem gre težko naprej, je samo hipnoza nekaj, kar vam lahko pri tem blazno pomaga. Če recimo bi radi denar in vas je strah se premakniti naprej ali pa vas je strah narediti nek določen korak, je spet hipnoza in samo hipnoza neko orodje, neka tehnika, neka tehnologija, ki vam lahko pomaga vplivati na vaš na vaše nezavedno in od tam naprej narediti spremembe, ki jih lahko naredite v vašem življenju. Tako da, ne vem, če so finance tista stvar, zaradi katere ste se danes odzvali temu vabilu, ali je mogoče karijera tista, ki rabite narediti tem preboj, ali se to odnosi. Mislim, zame je hipnoza tako univerzalno orodje, da bi ga jaz priporočal, da vsi znajo, da ga dejansko učimo v šolah, da se otroci naši dejansko to naučijo. Zakaj? Kajti s hipnozo in samo hipnozo lahko v resnici programirate vaš nezavedni del uma. To je ta ki skrbi, da vaše srce bije cel čas, ki skrbi, da dihate, da cel kup stvari počnete. Recimo, če se jaz napišem na tablo, na ta moj flipchart, simpatičen, ne vem, koliko se bo videl, se tako moram prav paziti, na kjer del pišem. Ne? Recimo, če tukaj napišem zdaj črko A, ja, jo bom pisal nezavedno, se ne bom ukvarjal s tem, zakaj. Kajti v osnovni šoli so se potrudili, so nas naučili, kako v resnici naš deluje, so se naučili, da v resnici, ko smo ponavljali nekaj časa, smo zdaj tako osvojili, da mi v resnici danes ne rabimo več razmišljati o tem, kako se črka napiše, temveč preprosto napišemo. To smo dobili nekaj, kar rečemo nezavedno kompetenco, in naš nezavedni del uma je to prevzel. In isto velja za vse ostale stvari, ki pa nas niso načrtno učili. V osnovni šoli nas nikoli niso naučili, kako v resnici funkcionirati v partnerskem odnosu, da ta partnerski odnos lepo deluje. Nas niso učili, recimo, kako funkcionirati, da recimo nekdo zasluži denar, kaj je treba konsistentno biti vztrajan in fokusiran. V osnovni šoli ni bilo nobenem razredu, recimo, nobenega predmeta, ki bi rekel, kako dobiti recimo zlato medaljo na olimpijskih igrah. To ni predviden predmet, čeprav mi vemo nekaj, da je povezano tukaj ogromno dela, ogromno funkcioniranja. In jaz doskrat rečem, da hipnoza je orodje, ki bi ga moral vsak vedeti. Hipnoza je orodje, ki bi ga morali učiti v osnovni šoli. Hipnoza je orodje nekaj, kar bi morali se ga vsi naučiti. Zakaj? Kajti v tistem trenutku, ko niste zadovoljni z vami samimi kot celoto, je hipnoza tista stvar, ki vam lahko pomaga narediti trajne spremembe in vam lahko pomaga, da v resnici naredite nek preboj. In še enkrat ponavljam, da hipnoza je vse se dogaja. Danes, karkoli jaz rečem, je neke vrste hipnoza. Jaz vam govorim nekaj, kar je koristno in vi to sprejmete, rečete, ja, to je koristno, hvala lepa za to sugestijo, ali pa boste rekli, to je nekaj, kar ni koristno. V vsakem primeru ste malce hipnotizirani, v vsakem primeru jaz vplivam na vas in isto to počnejo mediji. Mi vemo danes, da imajo mediji ogromno negativnih novic. In zakaj, še enkrat ponavljam, zakaj je tako pomembno, da se jaz naučim hipnoze, zakaj je tako pomembno, da je hipnoza del moje orodjarne načina, zato ker včasih se vam zgodilo, da imate neko željo, nek cilj in se ne boste premaknili v tisti smeri. Zakaj? Ker boste imeli nek strah, neko blokado in to blokado, ta strah je najlažje in najhitreje in najbolj trajno odpraviti za hipnozo, samo hipnozo. Ali pa recimo nekdo bi rad nehal kaditi
in, in se ne upa nehati kaditi in odlaša s tem nehanjem kajenja in v resnici pravi, jaz se bom nehal kaditi in tako naprej in ne neha, ker ne zna vplivati na sebe, ker gre v neke vrste trans, ker mi gremo v bistvu z enega transa v drugi trans. Recimo zjutraj, ko vstanete, ponovadi ne skočite iz postaje, rečete, danes je nov dan, novo jutro, gremo v akcija. Vstanete, če imate koga zraven, rečete, kdo je pa ta? Ne se hecam. V resnici, ko zjutraj vstanete, vi v resnici niste na vašem največjem motivacijskem stanju in ne vem karkoli, vi v resnici ste v nekem transu, ki je še mogoče, če pogledate z vidika, če bi imel vaše možganske valove, zjutraj ste zelo verjetno v alfi še. In potem eni imate različne rituale, da mora se zgoditi kava recimo zjutraj in tako naprej, da v resnici ti rituali potem vplivajo, kako vi v resnici funkcionirate. Ti rituali vplivajo, kako se bo vaš dan naprej odvijal in eni rituali so, da se ukvarjate športom, greste na sprehod, peljete psa, nekaj, karkoli naredite. Ne? In potem greste v službo in tam ste v drugem transu in potem greste popoldne v nekem transu, v tretjem transu, ko jeste ste v transu. Danes kako veste, da oseba je v transu, če pogledate ljudi, ki so na poslovnem kosilu, takrat v resnici ne vejo, kaj jejo. Oni kar mečejo nekaj noter v resnici, ker se ukvarjajo in so fokusirani na pogovor, na razgovor in tisto, kar se dogaja, govorim z vidika prehranjevanja, je v resnici poteka na nezavednem. Zdaj samo pomislite na eno stvar, ki bi jo radi uresničili v življenju. Jaz skozi rečem, da je pomembno, da ko začnete pridobivati neka znanja in neko orodje, je pomembno, da v resnici da imate neko namero, nek namen, zakaj bi to orodje dobili. Mogoče samo toliko vas bom prosil, dajte mi samo pomagati in nekoga izmed vas, ki mi bo res pomagal oziroma bo to naredil, jaz vas samo prosim, če mogoče delite ta video, všečkate, pa napišite en komentar, delila, všečkala, ali pa samo napišite, da ste delili ta posnetek, toliko, da bomo mogoče še komu pomagali, da ga ozavestimo, kaj je to hipnoza in mu dali kakšna nova znanja. In nekoga izmed vas bom izžrebal za to, da boste dobili mojo najnovejšo knjigo Hipnoza 1. Če ste toliko prijazni z mano, vas vabim, da to naredite, da šerate, napišite v komentarje, da ste šerali in seveda z veseljem bom tudi enega izmed vas izžrebal, ki dobi mojo knjigo, če boste hoteli tudi s podpisom. Tako da enega izmed vas bom zelo v kratkem, tako da dajte samo klikati share, delite posnetek, mogoče, ko boste delili, napišite zraven, priporočam ogled tega nekaj, da se nam še kdo lahko pridruži v tem simpatičnem večeru. Ne vem, kakšno je pri vas zdaj vreme ali pa toplota, ampak pri nas je čisto fajn, taka lepa, mila, otoška zima. Ne vem, da sem pa slišal, da je tudi pri nas neki sneh, ne vem, če v sicer v Gorici sneži, ker je zelo malo verjetno ponavadi. In če bomo mi naredili kakšno delavnico v Gorici, vedite, da bo takrat snežilo. Tako se nam je že enkrat zgodilo. Pa smo rekli, mama, mi ali takrat, ker je sneh v Gorici, sneži. Zdaj sam toliko, jaz imam malo zamika, ne vidim točno, da ste videli, samo napišite, da ste delili, enega izmed vas bom kliknil tam in žrebal, da bo dobil mojo knjigico. Da vam dam samo še par primerov, kje se hipnoza danes uporablja, ker ljudje ti ne vejo tega. Recimo, danes se hipnoza uporablja v športu, danes se hipnoza uporablja, to mi vrhunski športniki rečejo temu autogeni trening, oziroma in tudi imajo ponovadi enega športnega psihologa, nekoga in ta bo naredil z njimi neko posebno vizualizacijo, ki je v resnici hipnoza pod v bistvu neke vrste nalepko autogenega treninga, kaj temu reče pač tako. Potem recimo se uporablja danes v gospodarstvu, v podjetništvu, recimo danes, če bo se dobili kakšnega poslovnega coacha in ta bo šel z vami in naredil tako imenovano vodeno meditacijo, vizualizacijo in bo rekel, evo, in to je v resnici hipnoza, ne? In tudi tako se ljudje tega naučijo. Hipnoza se danes uporablja, ne boste verjeli, v izobraževanju. V izobraževanju se uporablja hipnoza, zakaj? Kajti danes vemo mi, da se v hipnotičnem stanju, v alfa stanju, bistveno hitreje, lažje učimo. Hipnoza se recimo danes uporablja v politiki. Obama, recimo, ne vem, če veste, je imel prav strokovnjake, ki so ga učili jezikovne vzorce, so ga učili, kako v resnici uporabljate hipnotične jezikovne vzorce. Tako da mi smo v resnici imeli, danes imamo toliko področji, ki se hipnoza uporablja in recimo medicina za operacije. Danes boste imeli ljudi, ki mirno, gladko so operirani brez anestezije, ne? In
danes, če boste kakšno medicinsko sestro vprašali, recimo, ko dajo nekomu spavalo, bo rekli, da včasih bolj prime tisti placebo, neka distilirana voda, ki dajo pacientu in reče, to bo zdaj dam, to je nekaj za spanje, boste lažje zaspali in mu dajo, ker v resnici ni nič in prime. Zakaj prime? Ker tako imenovani placebo efekt, to je sugestija, ki se skriva za tem, kar ona dobi, kar ta pacient dobi, v resnici je tista stvar, ki mu pomaga, da lažje hitreje zaspi. Tako da hipnoza danes je povsod. In če hipnoze vi danes še nimate v vašem življenju, če sami ne programirate svojega uma načrtno, je velika verjetnost, da ga nekdo drug programira, ali pa da je bil enkrat prej sprogramiran in ker se niste s hipnozo nikoli zavedno ali pa zavestno ukvarjali, zdaj je, kar je. Jaz pravim, je, kar je v takem smislu, da mogoče ni tako optimalno, kot bi bilo. Jaz lahko rečem, da pridejo k nam na delavnice hipnoze in samo hipnoze, da rečem včasih, ljudje ne pridejo, da so zdaj pokvarjeni, da so zlomljeni, da imajo nekaj z njimi narobe, temveč v resnici se zgodi to, da mi rečemo, da je hipnoza neka vrste tako podobno NLP-ju optimizacija delovanja uma. Mi s hipnozo bolj optimalno delujemo. To je bolj prevzamemo nadzor nad vašimi mislimi. In jaz pravim, da če hočete narediti preboj na področju financ, preboj na področju karijere, odnosov, zdravja, naučite se hipnoze, naučite se samo hipnoze. To je en moj nasvet, pa ena moja ideja. To je tukaj se mi zdi pomembno in zdaj smo kar že pri nekomu, ki bo danes naš srečni nagrajenec oziroma nagrajenka, to je Tanja Vrečar. Tanja Vrečar, kje je Tanja Vrečar? Je z nami? Tanja Vrečar je že prva naša današnja nagrajenka. Zakaj sem rekel prva, ker bo imel več nagrad? Tako da, Tanja, samo lepo prosim, če ste toliko prijazna, da pošljete, če ste toliko prijazna, da pošljete seveda, čekaj sem, da jaz vidim, kako bom jaz prišel spet do vaših komentarjev, ker se nekaj zgodilo z njimi. Če ste toliko prijazni, da pošljete naši Tjaši eno sporočilo in to je tako, da napišete, da ste bili izžebani in tudi vi bomo pogledali, da ste res bili izžebani, da ste vi ta prava, da ne bo rekel, da je to ona druga, ne ta naša. Tako da ja, toliko z tega vidika, tako da bravo, čestitke Tanji, čestitke za to odlično nagrado. Jaz seveda sem hvaležen, vesel za vsem, ki ste delili, ker mogoče niste dobili nič izžebaha, nič še ne odnehati, ker ti še je možnost, da ste med nagrajenci. Zdaj bom jaz sam malo premaknil, toliko, da če ste prijazni z mano, da boste me počakali, da bom zdaj premaknil zaslon, ker smo pripravili na tako simpatično zadevo. Jaz bom premaknil zaslon na PowerPoint in boste, med tisti, ki ste na Facebooku, v resnici boste videli moje slajde, tisti, ki ste na Instagramu, boste videli pa mene. Tako da zdaj bomo malo imeli mešance okusov in da nismo celo znali tega narediti. Tako da ja, bravo Tanja, čestitke, se splačalo pomagati, se splačalo deliti. Hvala vsem, ki ste delili in tudi hvala vsem tistim, ki ste napisali, da ste v resnici delili, brez da sem sploh kaj rekel. Evo, zdaj bom kar jaz. Ok, fajn. Vi ne boste videli slajdo, jaz jih bom prav. Bom malo improvizirali danes. Evo, pripravljeni? To je zdaj The Art of Improvising. To se zgodi, ko nekaj tehnika ne dela. Tako da moče bo celo za vse isto. Razni slajdi, fajn, odlično. Evo, dajmo par stvari, da vam sam predstavim moče začetka, kako je moja zgodba. Moja zgodba, kako je začela ta hipnoza. Moja hipnoza se je začela, Aleksandar Šinik, ko je screen vidite, ja, bravo. Evo, moja zgodba z hipnoza se je začela tako, da sem pred številnimi leti končal v bolnici. Eni poznate to zgodbo in sem že delil z vami. Zgodba, ko sem bil nezdrav, nisem znal s svojimi mislimi upravljati in cel kup izzivov, ki sem imel v tistem času. In potem, ko končal v bolnici, sem prišel ven z te bolnice z nekim ciljem želel, da nekaj spremenim. Problem je v tem, da nisem točno vedel, kaj ne naredim. Nisem točno vedel, kaj je lahko ta sprememba. Nisem točno vedel, kaj je tista stvar, ki bi jo lahko naredil in spremenil. In kaj sem potem naredil, sem šel raziskovati in brati in tako dalje. In moram reči, da sem prišel do Tony Robbinsa, pa njemu pomagal in sem še zdaj senior leader, zdaj sem bil decembra na njegovi delavnici. In ena pomembna zadeva, ki se je tukaj zgodila, je bila ta, da sem v resnici pri Tony Robbinsu slišal za hipnozo, ma nikoli on temu ne reče hipnoza, temveč on reče closed eye process. In opazil sem nekaj, da
od vseh orodij, ker recimo v tistem obdobju je bilo meni zelo težko. Mislim, težko osebno, težko na področju karijere in tako, nisem imel nekega znanja ali pa tehnike, kako si pomagati. Kaj so bili rezultati? Rezultati so bili v mojem življenju, da nisem spal, da sem se neprimerno nezdravo prehranjeval, da nisem imel energije, da po noči v resnici sem se zbujal, da karierno mi ni šlo, to pomeni, da nisem imel financ in cel kup izzivov v mojem življenju je bilo in sem vedel, da rabim nekaj spremeniti, da v sebi sem čutil, da zmorem več, da lahko dam več svetu, ma nisem vedel kako. No in potem sem prišel do te hipnoze in slučajno, kaj spravim, da ni slučaja, spoznal Richard Bandlerja, Paul McKenna in tudi kasneje vse ostale učence od dr. Miltona Eriksona se pri njih učil in ko sem se učil pri njih, sem gotovo, da v resnici mi manjka cel kup stvari, kako prvič umirim svoj in drugič, ko ga znam umiriti, kako navznoter nekaj spremenim. Ker recimo vi imate cel kup nekih vzorcev, jaz vem, da vi predvidljivo na nekaj reagirate. Recimo, če vam dam zdaj na pladnju neke določene hrane, recimo, če vam dam vampe, pico in testenine, jaz vem, da bo ena stvar, ki jo boste prej vzeli in ena stvar, ki jo ne boste vzeli. Tako da tukaj vseeno se mi zdi pomembno, da boste vzeli ne glede na to, kar je na pladnju, temveč glede na to, kar imate sprogramirano na pladnju. In če bi to spremenili, je hipnoza stvar, ki vam najhitreje in najlažje pomaga, da to lahko naredite. Ja? Kot orodje in tako. No, in ko sem se to naučil, mi je hipnoza pomagala, da delam trajne spremembe, in sem rekel, wow, če mi to tako meni pomaga, me zanima, kako jaz lahko še to dajem naprej ljudem, kako lahko jaz drugim ljudem dajem to hipnozo in samo hipnozo in na začetku sem začel delati 1 na 1 najprej, pomagal velikemu številu ljudi, vadil, snemal svoje hipnoze, snemal takrat na zelo, primitivne načine, take bolj enostavne in se na nek način izboljševal. Jaz vem, da moje prve hipnoze niso bile tako dobre, kot so danes, ali pa niso bile tako učinkovite, da moje prve hipnoze so bile dostikrat eksperimentalne in to je isto kot pri korakih. Jaz točko da rečem ljudem, nekje morate začeti in nekje rabite se nekaj naučiti in potem vadite, da boste postali boljši, ker drugače ne morate biti dobri v hipnozi in drugače ne morate biti dobri v samo hipnozi. No in potem sem iz tega dela potoval po svetu, dostikrat spoznaval različne hipnotizerje, preučeval in vedno, ko nekdo ni rekel, da je nekaj hipnoza, sem ugotavljal, kaj pa v resnici uporablja od hipnoze, da niti tega ne pove. Danes boste našli prodajalce, ki to uporabljajo, vodje, ki to uporabljajo, tisti, ki so danes odlični komunikatorji, uporabljajo vsaj en segment hipnoze ali pa samo hipnoze na drugih. Zakaj? Ker tako naš deluje. Mi ne moramo nekoga premakniti, brez da nekaj hipnoze, samo hipnoze uporabljamo. To je, če nekomu rečete direktno, ne nekaj naredi in če vas ta oseba posluša, bo to seveda neka hipnoza ali pa samo hipnoza, ki bo na nekoga vplivala. Zdaj, jaz ne bom preveč tukaj se hvalil ali pa izražal, kaj recimo sem s to hipnozo že vse dosegel, recimo rezultati povejo že sami zase. Recimo, en izmed rezultatov, ki je tako dosti zanimiv, je ta, da v resnici imamo ljudi, pa eno našo tečajnico, ki je 37 let kadila in zdaj ne kadi več, niti približno ne pride zraven cigareta. Imamo nekoga, ki je bilo strah letenja, ki je bil lani na naši delavnici in letos leti, predlani in zdaj leti, no, lani se točno 18, 2017, 2019, to je odpravil strah pred letenjem. Imamo recimo nekoga, ki je drugi dan delavnice hipnoze, to vam slikca na slajdih, sam jih zdaj ne vidimo, se pravičujem, je drugi dan hipnoze recimo zaslužil 12,000 evrov, to je šel ven in je odprl bil sproščen, sfokusiran, odločen in ta rezultat dosegel. Tako da imamo cel kup merljivih rezultatov, kako hipnoza deluje in mislim, da se prepričate, kako hipnoza deluje, lahko reste sam na splet in pogledate, kaj vse ljudje resnici dobre s hipnozo delamo. Ker pazite, hipnoza je tako kot vsako orodje. Če vzamete nož v roke, lahko z njim prerežete kot skruha, ali pa nekomu nekaj odrežete, kot z organa kakšnega. In zato je pomembno, da ko se naučite hipnoze, da ko spoznate te tehnike, da jih etično in z dobro vero uporabljate, zato da ljudem pomagate. Ja, absolutno. Tako da, dajmo si pogledati, kakšni so izzivi. Zakaj v resnici danes je pomembno, da se ljudje naučijo hipnoze in samo hipnoze? In prvi izziv, ki ga imajo danes ljudje, je namera. Ljudje ne znajo programirati ne znajo premikati nekam cilj. In zakaj je to problem? Ker
Danes eni živijo na avtopilotu, ali pa še hujši, živijo na daljincu nekoga drugega. Drugi ljudje vplivajo na to osebo, kako funkcionira, od drugih odvisno, kdaj so srečni, kdaj niso srečni, od drugih odvisno, kakšne cilje bo uresničevali. Njihovo življenje je kot da bi bili pod vplivom 100% nekoga drugega. Nimajo cilja, nimajo namere, ne znajo svojim programirati, ali pa nočejo, niso pripravljeni nekaj delati na sebi. In z tega vidika ne premikajo sebe proti ciljem, proti rezultatom, ki bi jih radi dosegli. Prvi izziv, ki imajo danes ljudje, je, nimajo namere in so na avtopilotu in ne grejo proti željenemu cilju. In kamorkoli pridejo, je v redu. Zakaj? Kajti ta rezultat, ki ga dobijo, je odvisen od slučaja. In včasih imamo srečo, da nekaj dobimo, včasih nimamo. Jaz bi rad, da ste načrtni, kajti posledica tega, da nimate fokusa, da ne znate sprogramirati, da ne znate jasno postaviti ciljev, da ne znate dati motivacije tem ciljem, da ne znate iti do konca, to pomeni, da niste konsistentni, je, da ni rezultatov, ki bi hoteli imeti. Ena izmed stvari, ki jaz iskreno verjamem in hočem vam dati, je ta, da rezultati v vašem življenju so odvisni od stvari, ki jih konsistentno vsak dan počnete, da potem dobite nek rezultat. Konsistenca, vsak dan, prenese rezultat, ki ga hočete dobiti. Ni konsistentnosti, ni rezultata. In to je zdaj ena izmed pomembnih stvari, ki vam hočem dati, da vam ostane rezultat, je odvisen od drobnih majhnih stvari, ki jih počnete vsak dan. In zato rabite namero, ki bo videla velik cilj in vas premikala v teh drobnih korakih. To je samo hipnoza. Ker to se bo zgodilo, ker doskrat ljudje ne razumejo, kako samo hipnoza deluje. Ko greste enkrat v trans, ko greste k nekemu hipnotizerju, se vam bo zgodilo nekaj, kar ne boste časti niti verjeli. To je to, da bo ta stvar delovala lahko v šusu. Eni rabite malo ponavljati te sugestije, da pol primejo. Recimo, jaz sem pred leti, se spomnim, imel ta namero ali pa ta cilj in to želel, da bi se naučil hipnoze in da bi hipnozo uporabil na sebi najprej. No, in ena izmed ciljev je bil ta, da bi vstajal ob 4 zjutraj. In še zdaj se spomnim, jaz sem potem takrat najel nekoga, eno poslovno sekretarko na Filipinih, ki mi je zjutraj ob 4 klicala, ker oni tako imajo 24-urni delovnik. In se spomnim, doskrat sem jo snuznil. Sem rekel, ok, se ni vse v redu, bom se javil čez en cajt in nisem vstal skoro ob 4. No in potem imam eno znamo hipnotizerju v Veliki Britaniji, ki je tudi moj kolega trener, in sem rekel, poslušaj, da mi se hipnotiziraj, da bom stajal ob 4. In on rekel, a ti si resen, to resno misliš? Sem rekel, ja. In kaj se je potem zgodilo? On me dal trans, uporabi par nekih tehnik, ki so malo bolj sofisticirane. V resnici nisem niti spomnil točno, kaj je potem delal po enem cajtu z mano. In takoj ni še primno, pa se spomnim, po nekem cajtu ob 4 se jaz zbudim. In potem naslednji dan ob 3:59, potem naslednji dan ob 4:01. In potem časih sem prišel k žurke, in sem šel spat ob 1, pa ob 2, in tudi sem mogoče popil kakšen kozarec vina, ali pa tako, in se spomnim, da sem v resnici se zbudil in ob 4 sem vstal in sem šel spit kozarec voda in spet v posteljo in to bilo naporno. In sem rabil kar nekaj časa, da sem to pobrisal in še danes ne povem nekaj, ker sem na adrenalinu, ko imam največji gužvo, največji fokus in v resnici bi rabil moč, največ spanja, jaz sem avtomatski pilot ob 4 zjutraj. Včasih se pogovarjam z mojim nezavednim in rečem, prosim, nezavedno, dan se rabim malo počitka in potem rečem, ok, vstanem in je 3, ne vem koliko, blizu 4. Tako da ja, jaz verjamem neverjetno moč hipnoze. Če nimate namere, je vse, kar dobite v redu in tudi pazite nekaj, če imate namero in niste previdni v tej nameri, ker ta ob 4 zjutraj vstanje, sem gotovo, da je bedarija. Jaz lahko vsak večer nastavim uro in danes sem se tako naučil, da si nastavim mentalno uro in potem vstanem v tisti uri. In jaz verjamem, ne vem, če kdo tudi pred vami tak, da vstaja z mentalno uro vsak dan, da ne rabi budilke. In jaz verjamem, tisti, ki se poznate to, da to je en segment samo hipnoze in hipnoze, ki ga lahko uporabite na katerekoli področju življenja. In tisti, ki verjamete malo v čudeže in tako, jaz verjamem tudi, da sem zadev loterijo, je bila tudi samo hipnoza tista ključna, da sem to zadev. Prvi problem je, ljudje nimajo namere, ne znajo postaviti jasne namere, ne znajo to sprogramirati in ne znajo to ugravirati v sebe.
Druga težava, ki danes vidim pri ljudeh, ki bi se naučili hipnoze in samo hipnoze, je, da niso v stiku. Niso v stiku sami s sabo in niso v stiku z drugimi ljudmi. Danes eni ljudje so obupni v komunikaciji. Recimo, če imate otroke, veste nekaj, da če se ne boste jim približali, če ne boste spostavili stika, vas ne bojo slišali. In bolj, ko bo šli na jeseniška obdobja, bolj bo važen stik. In zato ena izmed stvari, ker dosti rečem ljudem, je izziv, zakaj niste uslišani, je, ker niste v stiku, ker niste povezani, niste na isti frekvenci. Kot da bi recimo šli in odprli radio, če se spomnite, v starih časih smo vrteli tisti gumb, da je prišel na neko postajo, da bi vrteli na neko frekvenco, ne vem, 100 pika, ne vem česa, in radio, ki ga hočete slišati, je pa na 92,9 recimo. To meni, in kar nekaj posledaj, kako da ne slišim, kako da se ne ujamemo, zakaj, ker niste v stiku. In to je danes izziv. Stik sami s sabo, to meni, ker niste v stiku sami s sabo, ne znate z umom komunicirati, nezavednim, in ker niste v stiku z drugimi ljudmi, ne vplivate na njih. Ljudje vas ne slišijo, če niste povezani, niste v stiku. In danes dostikrat ljudje razmišljajo in mislijo, da je stik, da povejo en vic in pa so v stiku. To ne more biti daleč od resnice. Stik danes se zgodi zavedno, na zavedni ravni in na nezavedni ravni. In če hočete obvladati hipnozo, če hočete vplivati s hipnozo na sebe in na druge, morate imeti stik. Brez stika ni vplivanja, brez vplivanja ni rezultata. Ne gre drugače, morate stik obvladati. Naslednja stvar, ki je izziv danes, je ta, da ljudje ne znajo postaviti dobrih vprašanj. Mislim, danes vidim hipnotizerja, pri ljudeh, ki hipnotizerajo sebe ali pa druge, da sploh se ne znajo vprašati, kaj je glavni izziv, kaj je danes rezultat. Danes boste našli nekoga, ki sovraži moške in recimo, zdaj si bom zmislil eno ime, recimo, da ta oseba, ta ženska je imela izkušnjo z Jožetom. Ja, Jože ne vem, kaj je naredil in zdaj kar naenkrat ni sam Jože, so vsi moški. In to vpliva seveda na vse odnose naprej. Zaradi Jožeta. In če kot hipnotizeri znamo postaviti pravo vprašanje, odkrijemo, kje je ključ za rešitev. To je danes dobro vprašanja ključ. To je, če nimamo dobrih vprašanj, gremo mimo. Je hipnoza včasih brez vrednosti. Je hipnoza brez tega, da naredimo neke premike, neke preboje. Tako da zame se mi zdi ena izmed pomembnih stvari, če hočete danes na nekoga vplivati, vprašajte, kaj bi sploh rad. Definirajte skupaj z njim izziv. Definirajte ne tisto na vrhu, na površini, temveč ono spode, ker če ne ste v resnici na začetku, niste prišli do rezultata. Še enkrat ponovim, kaj so današnji problemi. Danes je problem, da nimajo delne mire, ne vejo, kam grejo, nimajo stika, ne znajo vprašati o tem stiku pravih vprašanj in potem nimajo pravih indukcij. Danes boste našli ljudi, ki v resnici ne znajo sebe sprostiti. Po vseh indukcijah, ki jih imate na tem planetu, v resnici ne najdejo ene indukcije, ki na njih funkcionira. In če nimam indukcije, če nimam uvoda, ker indukcija je mimo grede uvod v trans, uvod v hipnozo, ker recimo, danes ljudje grejo spati in potem ne zaspijo. Zakaj? Ker nimajo indukcije, ne znajo premakniti sebe v tisto stanje, ker potem hitro zaspijo. Danes ljudje, recimo, ko se učijo, nimajo indukcije, nimajo pravega uvoda v to. Indukcija je v resnici, kako vzpostavim neko določeno stanje. Ta indukcija v resnici se uporablja v hipnozi. Mislim, to zanimivo je, mislim, da je Andrej tukaj z nami, ne vem, če si tukaj še z nami, Andrej prije k nam na firmo enkrat in govori z eno mojo sodelavko, in mu vpraša sodelavko mojo, kakšno indukcijo uporablja. To sem tudi napisal v knjigi, sem zelo tako zabavno, sem se toliko režal. Moja sodelavka, ki se s tem področjem ne ukvarja s hipnozo, pokriva eno področje v resnici bolj IT-ja, je rekla, da uporablja gorenje. Ja, za indukcijo uporablja gorenje. In seveda, mi smo se kar smijali z tega potem, ker eno je indukcijska plošča oziroma kuhalnik in eno je pa seveda indukcija pri hipnozi, uvod v hipnozo, kako jaz v resnici dosežem določeno stanje, kako jaz v resnici nekomu lahko pomagam, da se premakne. Ljudje v resnici danes nimajo ideje, kako svojim umom, kako pripravi, da se nekaj zgodi. In isto velja drugje. Recimo, vi danes prijeste do najstnika in ker ne naredite indukcije, ker ga ne pripravite, zato, da nekaj naredi, za vas ne bo naredil. Danes prijete do partnerja in hočete nekaj od njega, ker ne naredite indukcije, ker ne naredite priprave, zavedno in nezavedno,
ta ne bo več naredil, tako da ta uvodni del je blazno pomemben. Brez tega ne boste vzpostavili rezultata, ne boste se premaknili pri hipnozi, ne bo transa. Brez dobre indukcije ni transa. Zdaj, če vam dam primere, ker sem tukaj dal, ste opazili, kaj so naši problemi, ne vemo, kam gremo, nimamo namere, potem nimamo stika, ne znamo vprašati, kaj bi nekdo rad. Nimamo prave indukcije in to je, danes vam povem, ena izmed ključnih izzivov, zakaj ljudje ne grejo v trans, zakaj niso hipnotizirani, ker nimajo prave indukcije, nimajo pravega začetka, kako pride tja. In zadnja stvar je seveda tehnika. Mi, recimo, razlika med hipnozo in meditacijo je, da v hipnozi mi imamo neko namero, nek cilj, neko posthipnotično sugestijo, neko metaforo, neko zgodbo, neko stvar, ki se potem ukvarja s spremembo. Mi moramo nekaj spremeniti. Zakaj bi šel jaz v trans, če ne bi naredil neke spremembe na sebi ali pa na drugih? Jaz recimo zaprem, jaz imam eno posebno indukcijo za samo hipnozo zame, ki tudi seveda pokažem, naučim, ker je res neverjetno dobra. In pomembno pri tej indukciji, pa pomembno pri temu je to, da jaz nenehno iščem načine, kako vplivam na sebe. Jaz vam povem, jaz stalno iščem načine in tehnika, prava tehnika, vas bo premaknila takoj, kamor hočete iti. In razmišljate o tem, katera je tista tehnika, ki jo rabite, katera je tista tehnika, ki vam najbolj koristi, katera je tista tehnika, s katero boste vi naredili preboj v vašem življenju oziroma pri vašem delu. Tako da upam, da smo tukaj v redu, da ste z mano, da me slišite, samo povejte mi, če vse ok, če ste prisotni. To je zdaj, ne vem, če vidite, javljanje iz Velike Britanije, pri nas je ura 20:40, pri vas mora biti ena ura več. In tukaj za mano, ne vem, če sem prej pokazal, kaj ste pa še malo bolj pozno, stol, ki ga je uporabljal Tony Robbins. Prav njihov stol, ki ga je hotel vrsti stran in ta moj prijatelj, mentor, učitelj, ga je tudi pol posvojil, ker je njihov fan, tako kot sem jaz, oziroma nekateri izmed vas. In ne vem, da ga ne marate. In prvič, Aleksandar, jaz ne maram Tonija, fajn, če ga ne marate. Vi tako morate najti način, kako se boste naučili in boste našli učitelja, ki vam bo lahko se približal. Meni je pač Toni zaradi svoje energije in zaradi svojega načina delovanja mentor, ki ga spoštujem, cenim in tako dalje. Tako da zdaj smo ugotovili glavnih 5 izzivov, ki jih imamo. In dajmo samo mogoče toliko, da vam malo predstavim, kaj se učimo na praktiko hipnoze. To je prva izmed stvari, ki se moji študentje na certificiranem praktiku hipnoze učijo, je sistem, ki se imenuje Successful Results System. To je sistem, ki je sestavljen iz 5 delov. To je 5 konkretnih stvari, kjer se naučimo, kako v resnici postaviti pravi cilj in kako ga vcepiti, ugravirati v nezavedni del uma. Ker če to obvladate, boste v resnici sebi in drugim sprogramirali vaš um. Če boste enkrat obvladali, kako postavljati cilje v vaš um in v um nekoga drugega, boste videli, da boste obsedeni lahko s temi cilji ali pa z namerami, ma vaše življenje nikoli ne bo več enako. Zakaj? Ker si boste upali postaviti cilje, boste šli naprej, boste delali korake in jaz dostikrat si rečem, da danes življenje, ki ga živim sanjsko. Jaz, če bi me vprašal, kdo pred 15 leti, ko sem takrat ležal v bolnici, da bom predaval po svetu, zdaj sem v bistvu bil na 4 kontinentih, 22 državah, da bom predaval na Havajih, v Braziliji, da bom predaval na Japonskem, zdaj sem recimo povabil v Indonezijo, da bom dejansko dobil povabila v različne države. Jaz si mislim, kaj mi govoriš? To ni možno. In jaz vem, da je razlog, da to počnem v tem, da znam ta sistem v nulo. Mislim, če boste našli, jaz verjamem, da to je moj forte, da sem v resnici to obvladam in da znam drugim premikati, da znam ljudem. Jaz sem fasciniran na tem, kako se ljudje, ki pridejo na delavnice, včasih vedejo in kakšne rezultate dobijo po delavnici. Jaz sem fasciniran na tem, mislim, neverjetno. No? Napaka, ki jo ljudje danes počnejo tukaj, je seveda ta, da nepravilno postavijo cilje. In danes v resnici je cel sistem ali pa cela industrija osebnostne rasti narejena na tako imenovanih quick fixih. Kaj so quick fixi? Da so sistemi, rešitve, ki ponujajo hitre, takojšnje, enostavne rezultate. Nekaj, kar se bo zgodilo čez noč.
In vam to tako obljubljajo. In potem se ljudje sprašujejo, ja, kje je ta stvar, in prehitro odnehajo, ker ne razumejo cele logike, kako postaviti v nezavedni del uma in kako narediti, da nezavedni del uma to prevzame. Ker jaz vam garantiram nekaj, zato je moja garancija, 1000%. Ko bo vaš nezavedni del uma prevzel en cilj in ga boste za hipnozo, samo hipnozo ugravirali noter, boste šli proti temu cilju tako, da sami ne boste verjeli, kaj bo vaše koraki. Včasih se vam bo zdelo, da delate korake, ki jih nočete, ki so malo neprijetni, da res ste iz cone udobja doskrat. In to se meni dogaja. Jaz, ko sem začel dajati te cilje v nezavedni del uma pri sebi, je bil moj cilj, da bi bil najboljši na svetu, da bi predal po svetu, da bi osvestil milijardo ljudi. In danes vam povem, da imamo sledilce, da imamo ljudi, ki recimo uporabljajo naše programe po svetu, ki kupujejo moje knjige po svetu, ki dejansko delajo te stvari po vsem svetu. In še ena stvar ta je, da se skozi ukvarjam dejansko z nenehnim izboljšavami. To je tudi del tega cilja. Ja, nekdo je napisal tukaj, Sabina je napisala, da gledam drugam, zato imam 2 kameri. Sabina, se pravičujem, imam več kamer, oziroma 3 kamere celo imam, no. In se pravičujem, ker v resnici ne morem gledati na obeh hkrati, no. Tako da upam, da razumete tisti, ker enkrat gledam sem, enkrat ja, in enkrat ne gledam ni kamero, ne. Tako da se pravičujem, zdaj sem malo naše Instagramovce pusto obstajanje. Tako da ja, to je prvi sistem, ste videli, je ta Successful Result System. To je sistem, ki sem ga zgradil na podlagi tega, da sem hodil do najbolj uspešnih hipnotizerjev. Jaz sem spoznal večina hipnotizerjev Milton Eriksona v živo, da sem vadil hipnozo, delal hipnoze in v resnici neverjetno, kaj narediti. Tukaj hvala lepa, tukaj vidim, zato mislim, da niti ne vem, Martin je tukaj, ja, evo. In hvala lepa za to, da si delil ta stvar, da si uresničil svoj cilj. Bravo. Hvala lepa, Martin. Zdaj, naslednja stvar, ki je pomembna, je, če vam dam en konkreten rezultat, pri temu pa en konkreten nasvet je, pomislite na cilj, ki ga imate. Karkoli bi radi. Recimo, da hočete denar. Pomislite na omejitev, ki je zdaj v vašem življenju. Ker denar sam po sebi je na tem svetu ogromno. Izziv, da ni v vašem življenju, zato, ker imate kakšno omejitev. Izziv, zakaj je v vašem svetu tega cilja oziroma rezultata še ni, je, da imate neko blokado. Ja, na to pomislite. In potem vas vabim, da si predstavljate v mislih, kako da bi to blokado dali stran, kako da bi to blokado vrli proč in vidite sebe, kako bi šli do tega cilja brez te blokade. Recimo, da je vaša blokada, da ne zaupate sebi ali pa ne verjamete, da vas bo kdo poslušal, če ste predavatelj, tako kot jaz. Ali pa ne verjamete, da imate kaj zapovedati v vaši knjigi, če hočete napisati knjigo. Ali pa ne verjamete, da lahko shujšate, če bi radi shujšali, pa dobili delovno telesno težo. Jaz sem z vami, da v mislih se predstavite, kot da to date stran od sebe in kot da greste proti rezultatu korak za korakom, da ta rezultat v resnici dosežete. Dajte si to predstavljati, vizualizacija. In to vizualizacijo večkrat ponovite. In še ena stvar, pomislite na to, kaj so koristi, ki jih danes imate. Kajti, če hočete iz točke A v točko B, morate prenesti koristi, ki jih imate tam, ko ste zdaj v točki A, tudi v točko B. Če ne boste šli tja. To pomeni, vi zdaj niste še po rezultatu, zato, ker je tam, ko ste zdaj preveč udobno. Ta cona udobja pomeni, in zdaj vi morate to prenesti tudi tja. Ker recimo danes ljudje ne grejo v odnos, zakaj? Ker se bojijo, da ko bo šli v odnos, bodo izgubili svobodo. In po drugi strani si pa želijo odnosa, molijo, prosijo, hodijo na zmenke. In ljudje recimo vejo nekaj, da kar naenkrat, če bo jo shujšali, dobili idealno telesno težo, bo dobili drugačno telo, bo to prineslo neke izzive, težave, probleme in tako naprej. Ne vem, če se strinjate z manoma, ta rek, ki velja, da obstajata 2 težki stvari v življenju, da dobite to, kar si želite in da ne dobite to, kar si želite. In če budete to malo konfuzno, kako je to možno, v resnici je res. Tako da nasvet moj danes je prvič, dajte blokado stran in si predstavite, da reagirate ali pa se vedete, kot da nimate te blokade. Drugič, pomislite na to, kaj je
danes korist, da ste tam, kjer ste, in v mislih preneste to korist na točko, ko v resnici cilj uresničite. Ja? In boste videli, da se to da narediti, boste videli, da je to mogoče. Okay? Potem, dajte mi samo napisati, če se slišite, če je vse v redu, če se mi zdi, da je kakšna stvar koristna bila za vas, en like, en share. Mislim, da je zdaj ena priložnost, da nekoga izmed vas žrebam. Zdaj bi nekoga žrebal, ne vem, če bi kdo rad bil v moji mastermind skupini 10x Trust. To je ena mastermind skupina, kjer se dobivamo podjetniki. Pogoj je, da ste podjetniki, ali pa bi radi bili podjetniki. To je pogoj. Če ne, prosim, ne komentirate. Sam napišite mi komentar, da vas zanima druženje z mano in s podobno mislečimi ljudmi. To meni ta mastermind skupina, vrednost te skupine je recimo 1000 evrov, ki teh 1000 evrov treba donirati v Afriko za otroke. In tako da, če vas to zanima, če bi radi bili z mano, napišite komentar, da zanima me mastermind skupina, rada bi se družila s tabo, Aleksandra, in s podobno mislečimi ljudmi, da bi uresničila poslovne cilje. To je ta mastermind skupina namenjena temu. Napišite v komentarje in nekoga bomo izžrebali, ker vas to zanima. Tudi napišite, zakaj se vas zanima, kaj bi radi naredili za en preboj in tako dalje. Tukaj bi moče izpostavil eno našo udeleženko, ki je bila na naši delavnici, in sicer je ta udeleženka naredila en velik preboj, in ta preboj samo, da jaz vidim, napišite lahko več od komentarja, zdaj vam pustil tam vaše komentarje, in ta naša udeleženka je dejansko prišla sem in rekla, samo da vam preberem, kaj je napisala, ker imam tukaj, samo vi ne morete videti, jaz se povečujem. Prej sem prišla na delavnico praktik hipnoze, si nisem predstavljala nastopati v javnosti. Po delavnici sem s pomočjo Aleksandra spoznala, da imam v sebi neverjetno moč. Danes vodim delavnice sproščeno in suvereno nastopam, od česa pa tudi služim. Pazite nekaj, ta oseba je tudi dobila zdaj novo poslovno priložnost in res neverjetno sem ponosen, hvaležen na njo. Kaj se zgodi, ko se odprete, se vse zgodi. Ja? Tudi, bom takoj izžrebal še nekoga izmed vas, tako da dajte mi samo napišite komentirati, da vas to zanima in bom to naredil. In mislim, da je tukaj, če sem prav videl, Gregor Pavlica, tisti, ki je prišel zdaj na vrsto. Gregor Pavlica, upam, da ste podjetnik, si podjetnik, kajti udeležba na mastermind skupini je zdaj tvoja, ne pa vaša. Lepo prosim, če samo pošlješ mail tiasa@mastermindakademija.com in napiši, dobil sem brezplačno udeležbo na moji mastermind skupini. Bravo, čestitke, dajmo en aplavz, hvala lepa, odličen si. Gremo naprej. Naslednja stvar, smo rekli, naslednji problem, ki ga imajo ljudje, je stik. Da vam sam predstavim, kako mi rešimo stik. Tukaj imam eno stvar, en sistem, ki sem ga izgradil, ko sem opazoval, kako ljudje spostavljajo stik, in mu rečem Total Trust Approach. To je sistem, ki vam pomaga, da v resnici ne samo spostavite stik, temveč da tudi obdržite. Ja, in tukaj ta sistem je sestavljen iz 5 korakov in v teh korakih se naučimo prvič, kako prepoznati, kaj je treba narediti za stik, drugič, kako spostaviti in na koncu seveda, kako smo nekaj podržati. Kaj je tukaj napaka, ki ljudje počnejo, je ta, da, ker smo rekli, če nimajo stika, ne morejo v resnici komunicirati, ne morejo vplivati, ne morejo delati spremembe na drugih ljudeh. In posledica tega je ta, da komunicirajo mimo, da gre ena stvar na drugega. In ko se boste to naučili, ker to so ena pomembnih stvari pri komunikaciji z vašim umom, z vašim nezavednim pa zavednim umom, boste v resnici brez da kaj rekli se dotaknili ljudi. Kaj je izziv stika, če boste znali dobro spostaviti stik, boste čutili druge ljudi. To je največji izziv. Ta izziv, da v resnici, ko boste vi v stiku z nekom, boste včasih prebrali misli. In zato sta dve osebi, ki sta povezani, recimo zakonca, prijatelja, prijateljce, so v stiku. Recimo ženske, ki živijo nekaj časa skupaj, dobijo recimo ta menstrualni cikel na isti dan, v istem času. Pa to ni zato, da bi zdaj recimo prešparali, ki kupijo malo več tistih vložkov in tako. To je zato, ker na nezavednem se vi povezujete z ljudmi, nezavedno. In mi se učimo, kako stik narediti zavedno, zavestno, da sebe programirate in druge. In ena izmed stvari, ki vas bom prosil pri stiku, je ta, da ne načrtno
prekinjate stike. Ker včasih opazujem te ljudi, kako komunicirajo in komunicirajo tako, da načrtno prekinejo stik, da načrtno, namesto da so v stiku, uničijo. Recimo, da vam dam primer, kako ljudje naredijo, kaj ne delati, da vam dam prej nasvet, kaj delati, zdaj pa kaj ne delati. Recimo, da vam nekdo reče, ja, jaz sem pa bila na dopustu in je bilo zelo lepo, smo se imeli fajn in smo lovili ribe. In potem boste vi kar naenkrat začeli tudi razlagati o vaših ribah, da ste tudi vi lovili ribe, bla, 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 brez da razumete, kaj je v ozadju, brez da razumete, kaj ta oseba v resnici govori in tako naprej. In kar naenkrat boste, ker niste dosti poslušali, ker ste se ukvarjali samo s površino, kaj je ta oseba rekla, izgubili stik. Prehitri ste. Lahko včasih ste preveč navdušeni. In temu rečemo, zdaj ne vem kako v slovenščini, temu rečemo angleščini mismatching, da oseba pretirava s stikom, da oseba pretirava z svojim modelom sveta, da oseba, ker ne posluša, ker vaša naloga, ko boste v resnici na praktiko hipnoze se naučili, kako dejansko stik vzpostavljati, je ta, da boste to počeli doma, z otroci, z ljudmi, ki jih imate radi v službi, da boste odlični v stiku, ker potem boste znali vplivati. Ni stika, ni vplivanja. Ni vplivanja, ni rezultatov. In potem mi reče, Aleksandar, jaz tega ne znam, to je preveč težko. To je v resnici tako vožnja z avtom. Se morate usesti, vaditi in potem obvladati. In kaj je pol dobra stvar? Do konca življenja vam ostane. To pomeni, ko se enkrat naučite stika, vam bo ostal do konca življenja. Mislim, ko enkrat obvladate eno stvar, ne boste rabili se več ne ukvarjati. Kaj ne bi bilo fajn, da če boste še do konca življenja s kom komunicirali živim bitjem, da bi znali boljš komunicirati. A ne bi bilo to nekaj fajn zimeti? Mislim, za me to je nekaj najbolj dragocena, najbolj pomembna, kar lahko imate. In videli boste, da pri stiku so dostikrat majhne spremembe, ker stik lahko delamo zavedno, nezavedno. In majhne spremembe, velik stik. In nasvet, ki sem hotel dati tukaj, ne biti mismatcheri, ne iti kontra. Ne iti proč od tega. Ja? Dajmo samo nekaj, ker tukaj sem mislil ceno to, jaz imam tukaj 8 zgoščenk. In 8 zgoščenk, ki jih podarjamo na delavnicah. Eno bom sam podaril. Eno izmed 8 zgoščenk. Če bi hoteli denar, kariero, zdravje, prijatelje, družino, odnose, osebnostno rast, rekreacijo, zabavo, fizično okolje, tisti, ki poznate kolo življenja, in to se bomo seveda na delavnici praktiki hipnoze naučili, ker pri hipnozi je dejansko način, kako jaz direktivno pomagam drugim ljudem. Mi povejte, kjero področje vas zanima. Vas zanima karijera, finance, zdravje, prijatelji, družina, partnerski odnos, da bi radi partnerji ali pa izboljšali obstoječi odnos s partnerjem, osebnostno rast, rekreacija, zabava, fizično okolje. Eno zgoščenko, ko zdaj jih je 8, eno bo sam podaril. Prav, tako da eno izmed teh 8 zgoščenk vam podarim, napišite mi komentarje. Dajmo eno zgoščenko bom podaril na Instagramu, če ste na Instagramu, mi napišite, kjero področje vas zanima in eno bom podaril tukaj na Facebooku. Tako da, kjerokoli področje vas zanima, napišite mi in nekoga bom izžrebal, da mu podarim to zgoščenko. To so hipnotične zgoščenke, vrednost celotnih 8 zgoščenk je 200 €, jih ne morete kupiti, to meni ena je 25 €, ne morete jih kupiti, jaz vam podarim katerokoli. Napišite, kjero vam podarim na Instagramu in kjero na Facebooku in boste dobili. Okay? Tudi Instagramovcem damo kakšno priložnost in tako dalje. In lepo prosim, da potem tudi naredite. Tako da zdaj ta cajt dajte deliti. In grem jaz naprej, ker zdaj imamo omejen čas in tudi vi bi radi šli naprej, tako da dajmo zdaj sam videti, da videti, ker tukaj na Instagramu so ful čudne ta imena, ne vem, če tako prav, dajmo kar izžrebati, tukaj imamo finance, Suzana Sečko in Iam Dunja, to je verjetno Iam Dunja, veš, kako dobro, Iam sem mislil, Iam Dunja, bravo, čestitke, Suzana, bravo, čestitke, obe prosim, če napišete takoj zdaj e-mail, Tjasa, Afra, Mastermind Akademija, napišite, kjero zgoščenko ste dobili, Iam Dunja, karijera in če sem prav videl, Suzana Sečko, finance, ja? Čestitke, bravo, smo mi pridni, ne? Mislim, kaj podarim, je lepo, se splača malo motivacijsko, da ste v teoriji z mano, še enkrat zapričujem, ker tehnika ni tako delovala, v končni fazi vidite mene, jaz sem tako malo bolj športno danes zrihtan, sproščeno, upam, da vas to ne moti, itak je večino, tudi vi ste, upam, da niste zdaj v kravati v posli, pa ne vem, kako zrihtani in res čestitke vsem, ki ste dobili to darilce, pa to nagrado, bravo. Mislim, te zgoščenke, jaz vam priporočam, investicija v te zgoščenke ni tako mala, je 200 €, jaz vam priporočam, če si jih kupite, zakaj? Ker
Potem zberete, kar rabite, recimo, ko kupite malo denarja, rabite denar, potem poslušajte konsistentno 21 dni finance. Ker rabite, recimo, zdrave, poslušajte zdrave, ker rabite, to ni nadomestilo za zdravnika, lepo vas prosim, da res zdravniku, če kaj rabite. Pomemben del se mi zdi to ta, da v resnici načrtno programirate na nekem svojem področju. Na Instagramu bo zdaj prekinilo čez minutko, 2, že zdaj opozarjam, da bom potem še enkrat vzpostavil ta Instagram live. Na Facebooku mislim, da me vidite še zmeraj. Je tako? Bravo, čestitke, bravo Suzana, bravo, I am Dunja, čeprav razumem, Dunja je tudi ime, je tako? Ja, bravo, I am Dunja, ok, se prečujem. Ok, se spomnite, kaj smo rekli? Prvi problem smo rekli prej, da je namira. Ljudje nimajo namira, ne vejo, kam grejo. Zato se naučijo Successful Result System, to je sistem, kjer bodo vladali namiro, kjer bo znajo tu gravirati svoje nezreline uma. Drugi problem je, ljudje nimajo stika in ker nimajo stika, ker se ne povežejo, ne vplivajo in ni rezultatov, ki bi hoteli imeti. Tretji problem, ki je, ne znajo vprašati pravih vprašanj. Ne znajo vprašanja usmeriti v prihodnost. In ne znajo ugotoviti, kaj je izziv. Danes boste slišali hipnotizerje, ki delajo hipnoze, ker ne gledajo, ne opazujejo. En izziv, kaj doskrat poudarjam, je ta, da imamo danes ženske, ki imajo moško energijo. Kaj je problem ženske, ki ima moško energijo? Ni privlačna za moškega z moško energijo. Ni privlačna. Privlačna je, da gre moški z njo na pivo, ja, pa tudi na kafe. Privlačna je, da se moški z njo pogovarja o fudbalu. Privlačna je zato, da igra fudbal z njim, ni pa privlačna kot partnerka, ker ni polarnosti. Danes imamo v resnici tudi moške, ki imajo žensko energijo. Kar pomeni, da se ne znajo odločiti, da cincajo, da ne grejo ven, uresničujejo svojih sanj, svojih ciljev, da v resnici niso moški, niso tisto v svojem interesu. Ker danes, če boste srečali recimo istospolne pare, boste vedno, če sta 2 ženske pa 2 moška srečali, boste videli, takoj prepoznali nekoga, ki je tam prevladujoči oziroma, ki ima moško energijo in srečali boste nekoga, ki ima prevladujočo žensko energijo. To pomeni, in pomemben del pri tem se mi zdi to, da se zavedate, kako lahko vi še naprej, se pravičujem, samo moram ta zdaj live nazaj vzpostaviti, ne vem, zakaj mi ga ne pokaže, zakaj mi ne dela. Aha, domov, live, ok. Ok, the video will be available soon. Zdaj nekaj časa Instagram še ne bo delal, se pravičujem, tisti, ki ste na Facebooku, tako vidite in je v redu. In kaj bo hipnotizer vprašal? Hipnotizer vprašal prvo vprašanje, kaj bo vprašal je, kaj bi rada? Kaj bi rad? In potem bo opazoval to osebo, kako dogovarja. Opazovanje je pomemben del pri hipnozi in samo hipnozi. Naslednja stvar, ki bo pomembna, da boste znali vprašati, je to, kaj te ovira, da to ne dosežeš. Mi se bomo tukaj naučili v resnici, kako postaviti dobro vprašanje. Temu sistemu rečemo Future Forward Focus. Mi bomo imeli 7 tipov vprašanj, s katerimi se bomo v resnici ukvarjali, da bomo znali prepoznati case. Če hočete hipnotizirati nekoga, morate znati vplivati z vašimi konkretnimi sugestijami. Brez tega ne gre. In tukaj se boste naučili vsa vprašanja, ki so pomembna, kajti če ne znate vprašanj postavljati, v resnici se zgodi, da gre mimo. Da izvajam hipnozo, hipnoza ne bo imela učinka. Če ne znam vprašanj postavljati, v resnici počnem nekaj, ta stvar, ki jo počnem, mi nič ne koristi. Zakaj? Ker grem mimo. Grem v resnici dati hipnozo za površinsko stvar, ne za globinsko. Se ne ukvarjam z bistvom problema. In dokler se ne ukvarjam z bistvom problema, v resnici hipnoza nima moči. In tukaj bo pomemben del, da boste v resnici vprašali osebo, ker včasih boste srečali žensko, ki bo z vami imela popolno žensko energijo. Morate vprašati, seveda, kako se vede v odnosu, kako se odraža ta moška energija v odnosu. Ker če ni polarnosti, če ste vi tisti, ki bi radi ohranili odnos, ki bi radi pa vzpostavili odnos, ste vi tisti, ki ste zadolženi za polarnost. V resnici jaz pravim danes, da smo vsi zadolženi, da moški morajo prepoznati, kdaj gre žena pa partnerka v tisto moško energijo, da zna sam spremeniti na žensko energijo. In obratno, tukaj je pomembno, da ženske ugotovite, kdaj gre moški v žensko energijo, da greste vi v moško, takrat ustvarite polarnost. In jaz verjamem, da s tem, ko boste znali to polarnost izvajati,
da boste v resnici odlični, da boste najboljši, da boste, evo, live, smo najdli live tudi na Instagramu, evo, čestitke, hvala lepa, da si mi reka, Špresa, da ne dela Instagram live, evo, Instagram live dela, ok, rekli smo, zdaj se vrne nazaj k tej hipnozi, samo hipnozi, tako da tukaj smo z namenom, da se naučimo hipnoze, samo hipnoze in še enkrat ponavljam, zakaj je pomembno, da znam postaviti dobro vprašanje, je zato, ker v resnici brez dobrih vprašanj jaz ne morem vedeti, kam bo šla hipnoza in samo hipnoza. In jaz v resnici vam svetujem, tisti, ki delate samo hipnozo, da si napišete dobra vprašanja pred začetkom samo hipnoze. Kaj so dobra vprašanja? Vprašanja, ki vam bo usmerila v prihodnost rezultatem, ki jih hočete dobiti. Ko delate 1 na 1, je pa pomembno, da opazujete, smo rekli, in da ugotovite vzorce. Za vprašanje boste ugotovili vzorce. Zakaj? Ker hipnoza je odlična za spreminjati vzorce. Nekaj, kar ponavljate znova in znova. Ko ponavljate nekaj znova in znova, boste dobili konsistentno enak rezultat. In včasih je ta rezultat slab, ni tako dober. Je tako? Ja. Ok, recimo, da vam dam en primer ena našega tečajnika, oziroma udeleženca, to je Simon Mičič, ki je po 30 letih spolne zlorabe napisal knjigo Deček s tatujem na srcu in jo priporočam. In ena izmed stvari, ko on pravi, je ta, da je s temi tehnikami se osvobodil negativne preteklosti, ki ga je omejevala. In če kdo ima nekaj negativnega za nazaj, je kot da bi imel nahrbtnik, ki bi ga mogel odložiti stran. Ker z nahrbtnikom hoditi je zelo težko, ni v redu. Ja? In tukaj bi vam dal nekaj konkretnih vprašanj, ker se mi zdi pomembno, da jih imamo. Rekli smo že, kaj bi rada, ali pa kaj bi rad, kaj so ovire, da to je pomembno vprašanje, kaj morate pred začetkom hipnoze vprašati nekoga. Pomembno vprašanje, ki ga morate vprašati tudi v resnici, kako da ta oseba nekaj še ni uresničila. To pomeni, če bi rada nekaj uresničila, kaj recimo so izgovori, ki vam bo dala ta oseba in zakaj bi nekaj rada. Zakaj je vprašanje pomembno vprašanje? Tukaj se mi zdi, da eni tu že veste, ki me poznate, pa ste že z mano bili na delavnicah, vseeno bi vas vprašal, zakaj je pomembno vprašanje? Zakaj je pomembno vprašanje? Dajte mi to vprašanje govoriti, ker res bi rad slišal od vas. Zakaj je pomembno vprašanje? Zato, zakaj? Dajmo, da slišimo. Čak, kje so vaši komentarji? Ok. Instagram dela, evo. Zakaj je pomembno? Ok, zdaj, ker vidim, da niste, verjetno malo zamika, ne? Zakaj je pomembno vprašanje? Zato, ker boste dobili motivacijo. Zakaj bi nekdo nekaj rad? Pomembno vprašanje je tudi, kako bo nekdo vedel, da je nekaj dobil. To je definicija cilja, rezultat. Tukaj je celo dobrih vprašanj. Naučite se dobrih vprašanj. Postanite mojstri dobrih vprašanj. Zakaj? Ker postavljanje dobrih vprašanj je kot da bi recimo postavili dobre temelje za hišo. Dobri, trdni temelji, dobra, trdna hiša. Postavljanje dobrih vprašanj je kot da recimo imate dober, trden odnos. Dobri, trdni temelji in dobra komunikacija je lahko temelj dobrega odnosa. In isto velja v hipnozi in samohipnozi. Dobra vprašanja, dober, trden odnos in fokus. To je ena stvar, ki se mi zdi pomembna. Ok, dajmo še eno stvar, ki se mi zdi dragoceno in spet bom podaril nekomu nekaj, ker se tako prijazni z mano in danes imam toliko daril za vas, eni se bo rekli, wow, to pa se splačilo biti. Pomembno je, da imate najstnika, ali pa da poznate najstnika, vseeno mi je. 25. januarja, to bo petek, popoldne od 15:30 do 20, bo v Mariboru NLP delavnica za najstnike. Tisti, ki imate najstnika od 10 do 20 in ga boste v petek 25. pripeljali v Maribor, napišite mi v komentarje, da imam najstnika in me to zanima, delite, mogoče tudi, če niste še delili, ker brez vas prosil, če nam pomagate, da to malo ljudi vidi in nekoga bom zdaj izžrebal, da dobi to delavnico povsem brezplačno. Zaenkrat smo omejili, da ne bomo pustili, da pridejo kdorkoli noter, da je pač zaprt krog ljudi, vendar 10 do 20 let mi jih bomo naučili te vaše najstnike, kako si postavljajo cilje, kako odpravijo omejujoča prepričanja, kako odpravijo strahove, kače, pajki bojo prišli, da to delavnico NLP za najstnike, kako vzpostavljati sidra, kroge odličnosti, motivacija, samomotivacija in predvsem kako sprejemajo dobre, slabe odločitve. Jaz sem bil na delavnici, ki smo jo že izvedli, NLP za najstnike, fasciniran. Če v resnici niste žrebani, boste lahko seveda investirali, mi ne bomo nič denarja pobrali, temveč boste dali za dobrodelne
za dobrodelnost v Afriko, 400 evrov, oziroma 400 dolarjev, no, smo nekaj takrat, in ko donirate v Afriko za te otroke, lahko potem vaš otrok prije brezplačno. Ja? Delavnica je namenjena temu, da boste znali postavljati cilje, da bodo vaši otroci to znali. No? In eni je bilo blazno všeč, eni so rekli, zakaj tu meni treba, ma kljub temu mislim, da je nekaj ostalo. Tako da, če imate kaj, na Instagramu napišite mi, če kam še ima otroka oziroma najstnika in tukaj, ja, dajmo, da vidimo Nežka Goli, ali Goli, ne vem, sem prav povedal, Nežka, evo, čestitke, to je vaše, evo, čestitke, Nežka, piše celo Zojo, ok? To je v Mariboru 25. januarja, 15:30 do 20. Kače, pajki bojo tam in tako dalje. Bo domača naloga, ki jo bo treba narediti, tu boste obveščeni po elektronski pošti, da lahko pridejo. Ok, tisti, ki ste naši, tam piše Klaudija, vidim, Klaudija, ti najstnica tvoja lahko pride. Seveda, ti si naša, vse veš, da si, ne? Tisti, ki ste člani moje družine, moje družine, tako da to že velja. Kako ste lahko člani moje družine? Tako da ste že bili na moji delavnici NLP praktik, mojster praktik, NLP coach, praktik hipnoze, mojster praktik hipnoze, mojster manifestacije ali 5-tier coach. Tako da, katero izmed teh koli delavnic kvalificira vas, da dobite brezplačno karto, napišite mail Tjaši, da bi nekoga poslali, pripeljali. Pogoj je, da ste naši, mislim, da ste člani naše družine in potem dobiste brezplačno za te najstnike. To je moje darilo za mojo familijo. To so moja družina, ti, ki ste mi kdajkoli zaupali v življenju, da sem z vami sobival nekaj trenutkov v življenju. In recimo, da v našem primeru, ker nimate tukaj nekoga, Vesna je bila z nami, Vesna Zalar iz Postojne, ne vem, če kdo pozna, je napisala, za delavnico hipnoze lahko rečem, da je bila ena mojih najboljših investicij do sedaj. Odnesla sem ogromno znanja, ki mi bo prišlo prav čisto v vsakdanjem življenju. Ona to zdaj počne, ona pomaga ljudem spreminjati notranji svet, spreminjati prepričanje. Ogromno ljudi, ki je bilo pri meni na delavnici v resnici. Ja, Lea sprašuje, kje bo v Cityju, ja? V Cityju, Hotel City. Boste vse obveščeni? Lea, napiši, koga bi poslala, boste vse obveščeni. Tako da, absolutno. To je velja za vse moje člane družine, da imate free karte. Ja, familija, mora biti. Mislim, to je, jaz sem neverjetno hvaležen ljudem, ki mi so zaupali oziroma so bili z mano. Ok, da vam dam termine, tisti, ki vas zanima. Certificiran praktik hipnoze se izvaja enkrat na leto v Mariboru. Datumi so naslednji, napišite si termine, ker vam jih ne morem povedati. 16. januar, to je sreda popoldne. Če ste z Ljubljane, če ste z Kopra, če ste z Novega mesta, če ste iz ne vem s katerih koncev, ste mi prej napisali, da ste, Maribor je blizu, verjemte mi, eni se vozijo 2 uri na dan, da pridejo na delavnico in 2 uri nazaj. Tam imamo cel kup različnih bivališč za različne budžete. Ja? To pomeni od zelo malo do zelo dosto, odvisno kaj bi radi. Torej, rekli smo, začnemo popoldne v sredo, 16. januar, 16:30 do 20:30, potem smo v četrtek, 17. januar, cel dan skupaj, od 9 do 17:30 in v petek, 18. januar smo zjutraj, 9 do 13:30, plus minus. Ja? Potem imamo vikend, sobota, nedelja, fraj, da se spočijete, da naredite malo vaj in tako, in se vidimo spet naslednjo sredo, 23. januar, 16:30, 20:30, to je sreda popoldne, četrtek 9 do 17:30 in petek 9 do 13:30. Ja? To je Maribor. Če slučajno ne morete, imamo konec avgusta Ljubljano. To so dve možnosti hipnoze. Maribor, Ljubljana. Jaz vam svetujem, da čim prej rezervirate mesto, čim prej si vzamete čas. Zdaj, investicija, pazite nekaj, možnost je, da je to praktik hipnoze ali pa karizmatični voda, ker eno in drugo je isto. Zakaj imam isti naslov? Zato, ker jaz verjamem, da karizma prihaja od notranjosti. In hipnoza je orodje za notranjost, najboljše orodje za spreminjanje notranjosti. Ja? Investicija, če bi šli zdaj v tujino, jaz sem povedal, da sem šel v Ameriko, sem šel v Južno Ameriko, sem šel v Avstralijo, sem v bistvu bil po Evropi, sem se učil res od največjih gurujev, šamanov, hipnotizerjev, znanje zbrati skupaj je neprecenljivo. Mislim, vi ne morete zdaj 15 let kupiti tega. Mislim, tudi če bi zdaj šli in 15 let se vse to učili, ne vem, če bi lahko
v resnici znali vse to, kar vam zdaj dam dati na kup in pokupčkati. Ker ena izmed mojih lastnosti je, to je en naš tečajnik povedal, ne vem, če ste videli video, ki sem ga delil prej v skupini, je, da znam stvari poenostaviti, narediti, da so za vsako osebo dojemljive, enostavne. Tudi moje knjige se blazno enostavno berejo. Moj prijatelj mi je rekel, Aleksandar, moja knjiga je preenostavna. Seveda, zakaj? Ker jaz bi rad, da vi izvedete stvari. Mene ne zanima teorija, mene zanima praksa, da vi reste v akcijo, da se premaknete, da dobite rezultat, da stvar, ki jo hočete, funkcionira na vas. Torej, investicija, če hočete iti na tako denarnico v tujino, je 3.000, 4.000, 5.000 evrov ali več. Odvisno zdaj, kdo predava. Cena, ki je danes, je 1.497 evrov plus DDV. To je investicija v to znanje, v to, ko vam zdaj razlagam, v certifikat, ki ga dobite z Amerike, ki ga podpiše Richard Bender, soustanovitelj NLP-ja. Ja? Ok, fajn. Remo, ko imamo še dve stvari, da vam danes dam, prav? In sicer to je to, indukcija. Poglejmo zdaj indukcija. Za indukcijo, danes smo rekli, da ljudje ne znajo indukcije, ne znajo narediti indukcije, ko grejo spat, ne znajo narediti indukcije, ko komunicirajo, ne znajo narediti indukcije, ko hipnotizirajo. In indukcija v resnici je način, kako jaz vzpostavim nek začetek, kako začnem. Ali nekomu programirati ali nekomu dejansko nekoga motivirati, ali nekoga premikati, ali z nekom komunicirati, ali pa preprosto se z nekom družiti. In zato se mi naučimo na naši delavnici praktiki hipnoze sistem, ki mu rečemo Ideal State Inducer. Ideal State Inducer ima 4 pomembne komponente in te komponente bomo šli mi zelo podobno skozi. Zakaj vam to zdaj razlagam? Zato, ker v resnici pri indukciji je pomembno, da ko jo boste enkrat osvojili, da jo boste uporabljali načrtno, da vam postane nezavedna kompetenca. In potem jo boste spreminjali. Ker recimo, pri enih ljudeh boste videli, da rabijo direktno indukcijo. Če vam dam en primer ene indukcije, ki se bomo učili, rečemo je progresivna relaksacija. In progresivna relaksacija je to, da jaz grem počasi, to grem korak za korakom in rečem 10 sproščam recimo mišice na obrazu, 9 sproščam mišice na telesu, 8 sproščam noge, 7 in tako naprej. In v tej progresivni relaksaciji sprostim telo in hkrati izklopim ta zavedni del uma, da potem vplivam na nezavedni del uma, da lahko dajem sugestije. Ker jaz bi recimo lahko nekomu rekel sugestija, daj se več gibaj, jej zdravo, bodi srečna, smej se več, bodi nasmejana, brez da bi znal hipnozo. Jaz bi to lahko naredil tako spontano, sproščeno, vendar oseba me ne bo poslušala. Zakaj? Ker ima kakšno blokado, ima kakšno misel. In ko naredim pravo indukcijo, bo ta blokada šla stran. Bom lahko v resnici sproščeno, spontano vplival direktno na to osebo in tej osebi bo to ostalo. In boste videli, koliko različnih indukcij imamo. Jaz pravim, da gremo v 4 glavne kategorije in te 4 kategorije se bomo mi seveda pogledali, naučili, jih obvladali in šli čas. Kaj vam jaz obljubljam je to, da ko boste razumeli koncept indukcije, jo boste uporabili v komunikaciji z otrokom, s partnerjem, jo boste uporabili preden boste šli s partnerjem v posteljo, ker tudi tam gremo v neko indukcijo, jo boste uporabili, ko boste šli na športat, jo boste uporabili, ko boste dali hipnozo. Ker hipnoza je v resnici nekaj, kar je v vsakdanjem življenju koristno, pomembno, dragoceno orodje, ki vam bo pomagalo v resnici, da boste se dobro počutili, da boste se dejansko vi spremenili navznoter. Ko se vi spremenite navznoter, se bo svet spremenil. Jaz dostikrat rečem, in to ponavljam, meni ste me že slišali to 1000krat povedati, ta moja pot, ki ni bila tako enostavna, kot se slišijo pa zdaj, mi je prinesla cel kup lepih stvari. Spoznal sem čudovite ljudi in eni izmed vas ste danes tukaj z mano na tem večeru, ker se je malo zavlekel, se povečujem, in sem hvaležen. Mislim, vsakemu izmed vas, ki je del moje družine in vi veste, če ste del moje družine, ker ste bili z mano na tem popotovanju, sem hvaležen, ker ti zaradi vas je moje življenje danes tako čarobno. Brez vas jaz ne bi mogel delati tega, kar zdaj delam. Jaz pravim, da vsa ta pot in vsa ta velika investicija, odrekanje, ker danes recimo sem tukaj brez moje družine, sem v bistvu daleč stran in odrekanje, delo, fokus, spremembe na sebi so bile vredne zaradi tega, ker sem danes drugačen človek. Danes
danes živim življenje, zdaj ne rečem življenje navzven, materialno življenje, zdaj govorim življenje navznoter. Danes živim življenje, ki mu samo lahko rečem hvala. Ker se zbuditi zjutraj z mirom in hvaležnostjo v srcu, iti spat zvečer z dobrimi občutki je nekaj najbolj čarobnega. To je nekaj neprecenljivega, se ne da kupiti. Jaz vam povem, in to dostikrat poudarjam, da je hipnoza ena stvar, ki meni spreminja življenje in vidim, koliko ljudem na tem planetu spreminja življenje. In jaz si res želim, da ko boste osvojili, boste dali vašim otrokom, ljudem, ki jih imate radi, in da jo boste prakticirali samo vse do konca vašega življenja, nič več. Ja? Okay? To je zdaj ena zmed stvar, da vam še tukaj dam še dodatno kot idejo ali pa kot nasvet je predpostavka. Dajte uporabljati pri indukcijah v komunikaciji predpostavke. In en primer predpostavke je ko. Ja? Ko bomo šli v trans. A pa ko boste šli v trans. Kaj predpostavljate, da se bo trans zgodil? A pa recimo, če to, tisti, ki ste kdaj bili pri meni v studiu, veste, da imam hipnotični stol. Recimo, da je to ta hipnotični stol. Veš, moram paziti, to je dobro, da ne še kaj. Davno poškodujemo, ker je zdaj malo že stara. In rečem, to je moj hipnotični stol. Kaj predpostavljam, da se bo zgodila hipnoza? Ja, recimo, Jens Weisswurk, to je ta skakavc, če se vas spomnite eni, ki imate kakšno sivo last, kot jaz, je recimo nosil vedno iste nogavice, ki je rekel, to so moje zmagovalne nogavice. Ker sem delal v Malagi z enim nogometašem tega kluba, je rekel, da on, ko je jajca, da takrat bo šlo dobro. Da jajca so za zmago. Ne? Je zmagovalna jajca, on jih je tako poimenoval. In on se tudi tako počutil. Tudi to je lahko placebo efekt, boste rekli, vraževerje, to je hipnoza in samo hipnoza. In to je lahko odlična indukcija. Odlična indukcija je, da uporabite predpostavke, da se bo hipnoza zgodila. Da se bo trans zgodil. Ja, odlično, smo pridni, ne? Dajmo samo še to, kar se mi zdi pomembno, je, da še zadnji del tega našega modela. Rekli smo, najprej je namera, potem je stik, potem so dobro vprašanja, potem je indukcija, na koncu so tehnike. In če boste obvladali tehnike, boste lahko v resnici spreminjali sebe in druge. Če boste tehnike obvladali in to meni poznali, kakšno tehniko za spremembo notranjega sveta, boste lahko ljudem, ki jih imate radi, tako pomagali v štartu. Meni se dosti zgodi, da recimo en zajec se letel z enim nizkocenovcem, ni tako nizkocenovc, Air Transat v Toronto, v Kanado. No, in če boste dali leteli s tem, to je letalsko družba čisto korektna, zelo varna, mogoče imaš še malo manj placa pred sedežih. No, jaz sem v Toronto in potem sem imel izziv, da nekoga je bilo strah. In to se mi večkrat zgodi na letalih, da ljudi je strah. Jaz, ko grem na letalo, imam dva glavna namena. Ali da kaj delam, ali da uživam, počivam, kakšen film spim, mislim, karkoli. In to je bil trenutek za relaks. Moj relaks na letalo. In ta oseba ni dala mir. In da sem jaz znal vse te tehnike za strahove, ni bilo sam koristilo te osebe zraven, temveč je bilo koristilo tudi meni, da sem jaz lahko strah odpravil. Ne, da sem lahko pomiril to osebo, da sem lahko v miru letel, je to nekaj neverjetno koristnega. In pa ste nekaj, ko enkrat imate tehniko, ali kamorkoli greste, vzamete sabo. Ena stvar, ki se bomo mi naučili, je, jaz rečem temu, lasting legacy toolkit. To je toolkit pomeni, da imate orodjarno, ki vam pomaga delati spremembe na drugih ali pa na sebi. In razumevanje teh sprememb je blazno pomembno. Mislim, ena izmed stvari, ko morate se opazovati, kaj delate. Ja? To meni, recimo, vračam se z ene delavnice domov, se ostavim na petrolu, kupim vodo in kupim arašide. Ja? Nekaj rabim za malo energije in kupim se arašide in pojem par arašidov in tam zraven so bili te arašide in se rekel, pa zadost. In sem pomislil, kaj je tista stvar, ki jo rabim narediti navznoter, da potem navzven ne bom jedel, da ne bom nezavedno se ukvarjal s hrano. In prva stvar, ki sem naredil, da sem jih dal na zadnji sedež, sem rekel, tam ne bojo, ker so izven dosega in hkrati sem jih oddaljil v moji glavi stran. To je, v mislih sem oddaljil stran. Blazno ostala tehnika, oddaljim nekaj stran in kar naenkrat zgubi moč, zgubi vrednost. Ali pa premaknem nekam drugam. Tisti, ki poznate, kaj jaz počnem, recimo je, da se ukvarjam s tem nezavednim umom tako, kot da je
pred vami ena velika plošča in tista plošča v resnici ima možnost, da spreminja to, kar se dogaja v vaših občutkih. Ker ti vi v resnici pač ali manj navznoter najprej stvari začutite in jih nekje poiščete v nezaveden del uma, da jih znate začutiti. In to se mi zdi ena najbolj dragocenih stvari, ki vam lahko dam. Naučite se tehnike in na hipnozi, na tem praktiku hipnoze, ki začenja 16. januarja v Mariboru, bomo imeli nekaj neverjetnih zame osvobojujočih tehnik. Mi smo imeli eno udeleženko, ki je bila na tečaju v tem hipnoze v avgusta v Ljubljani. Zadnji teden avgusta imamo mi ponovadi to v Ljubljani in je rekla, da je prvič po tisti tehniki spala mirno vso noč po 20 letih. Ne vem točno koliko, je bila neka strašna cifra. In nekaj tako osvobojujoče še nisem se počutil v življenju. Mi bomo naredili eno vajo s časovno črto, ki je neverjetna vaja. Mislim, jaz sem zdaj toliko še izboljšal, ko vsako leto izboljšujem to vajo, da se je malo podaljšala zaradi tega. Mi imamo rekord te vaje 2 uri v eno smer. Torej, vi boste, ko boste prišli na delavnico, boste vadili tako, da boste imeli, jaz najprej, mogoče da vam sam predstavim, kako izgleda to naše delo. Jaz v resnici nisem teoretik, sem praktik. Vendar naredim vedno teoretični uvod. Predstavim, zakaj je ta vaja koristna in predstavim, kaj je namen te vaje in tako. Potem nekdo izmed vas, ki se bo javil, včasih bom jaz javil, ker bom videl, da mu to koristi, ali pa če bom videl, da je oseba na tem področju rabi nek premik, preboj, bom povabil, da bom to demonstriral. To bom naredil nekaj tam na odru oziroma v ospredju. Potem bomo še enkrat ponovil vse korake in boste imeli tudi gradivo in te korake boste šli skozi. In ko boste šli skozi te korake, boste nekomu drugemu pomagali. Zakaj mi delamo z drugimi, to v parih, v trojkah, odvisno, zdaj, ko bomo delali zgodbe, metafore, ko smo učili delati hipnotične zgodbe, tisti, ki pišete pravljice, pa govorite pravljice, boste videli, kakšno moč imajo zgodbe v hipnozi, neverjetno. In tam boste imeli možnost, da vadite, da prakticirate. Zakaj se imenuje praktik hipnoze? Da boste znali prakticirati hipnozo na sebi in na drugih. Mi že rekli smo, dobite certifikat iz Amerike, kaj podpiše sam dr. Richard Bender, kar se mi zdi nekaj fascinantnega. Naučili se bomo od vsega, kako brišemo preteklost in predvsem, kako ustvarjamo novo preteklost. Mi vemo, da preteklosti ne moramo spremeniti, vendar, ko spremenite pogled na preteklost, se bo vse spremenilo. In to je nekaj najbolj dragocenega, kar lahko naredite. Ok, fajn. Da vam sam povem za tiste, ki vas zanima. Moja akcija, in potem vam nekoga še obdaril za danes in potem vas bom pozdravil, ker boste rekli, da to je bilo pa res naporen dan ali pa dolg dan z mano. Moja akcija za tiste, ki vas to zanima, je naslednja. Imamo praktik hipnoze. Povedal sem vam že investicijo. Če veste, z ene spletne strani je investicija v to delavnico 1497 € plus ZDV. To je 1497 € plus ZDV. Naslov delavnice je certificirana praktika hipnoze ali karizmatični vodja. Ker eno ali pa drugo, ker smo nekaj, zakaj, ker hipnoza vpliva na karizmo. Jaz vam podarim zraven še karto za mastermind skupino 10x Rast. To je skupina, ki jo imamo ali zjutraj ali popoldne, 4 ure smo skupaj in delamo na rasti vašega podjetja. Tu dobite gratis, free. Potem vam podarim še karto, ali pa 2 karte, če imate 2 otroka, za NLP za najstnike. Če se prijavite danes, greste na spletno stran, poravnate tam enem linku 200 € akontacije s kreditno kartico in ostalo potem lahko plačujete tudi na 12 obrokov, vendar s kartico. To meni, rabite imeti toliko limita na kreditni kartici, da potem plačate na 12 obrokov. Podarim vam 8 zgoščenk. Se spomnite, prej sem nekomu podaril eno, vam podarim 8 zgoščenk za finance, kariero, odnose, zdravje, prijatelji, družino, osebnostno rast. Vse to vam podarim zraven in še dodaten popust vam dam 200 €, to pomeni cena končna 1297 € plus 9. To pomeni 200 € popusta dobite na tisto ceno. Kakšne priložnosti vam dam zraven, ki jih ni moče kupiti, to, da ste lahko moji asistenti, če prepoznam, da ste res dobri, to pomeni, da se učite direktno od mene. Jaz sem v bistvu vsa ta leta, prvo sem bil prostovoljc, zdaj sem senior leader pri Tony Robbinsu, sem že zdaj bo 10. leto, asistent pri dr. Richard Benderju, soustanovitelju NLP-ja, asistent pri Paul McKinney, enemu najboljših ljudi, ki so na tem področju res dobri.
To jaz vas vabim, da greste na stran mastermindatacademia.com, pošiljnica akcija hipnoza, kliknete, tam pišete akcija hipnoza, mastermindatacademia.com, pošiljnica akcija hipnoza. Jaz sem hvaležen tudi Niki, ki mi je tukaj pomagala in delila link. In tam poravnate 200 evrov. Če nimate kreditne kartice oziroma vam kaj ne funkcionira, greste na stran mastermindatacademia.com, poiščete praktik hipnoze ali karizmatični vodja, eno ali drugo je ista delavnica, tudi, tam se prijavite in se jutri zmenite z mojo sodelavko Tjašo, da boste del te moje družine v Mariboru ali pa v Ljubljani. Prijavite se zdaj, poravnate akontacijo in potem že lahko izkoristite druge koristi, druge benefite, ki jih imate oziroma tukaj znotraj, ker jaz se pripravljam tudi osebnostno rast s pravljicami za najmlajše, tako da zdaj smo že skoraj zaključili s tem projektom, ki je malo zavlekel. In jaz vas vabim, da ste z mano v Mariboru 16. začnemo, premikamo vas in vaše cilje do rezultata. In še nekaj, če se tako zdaj prijavite, greste na spletno stran, poravnate 200 evrov, to je na tej strani akcija hipnoza, oziroma mastermindatacademia.com, pošiljnica hipnoza, meni je vseeno, ki se prijavite, dobite tudi podpisano najnovejšo knjigo Hipnoza 1. To dam samo za tiste, ki se zdaj prijavite, ki se tako zdaj greste v akcijo, ki mi zaupate in ste del te moje familije, ste del mojega praktika hipnoza v Mariboru. To je zdaj ena prav posebna akcija, to mi cena končna 1,297 evrov plus DDV, to mi je 200 evrov popusta. Bonuse dobite zraven, ste videli kaj, NLP za najstnike, če imate kakšnega otroka. Bonus, kaj dobite še, ste videli, mastermind skupina skupaj z mano in z ostalimi uspešnimi podjetniki. Ja? Bonusi, 8 super zgoščenk, 3 fantastične bonuse, se jim pridružite. Mateja, tudi če ne gre s kartico, ne rabite zdaj kartice, se prijavite, ja? In napišite v opombe spodaj, kako boste poravnali. Se prijavite na mastermindatacademia.com, napišem tukaj to. Dajmo zdaj še nekoga žebati, ker nekoga smo rekli, da mu žeba in na koncu za mojo najnovejšo knjigo in dajmo nekoga izžebati na Facebooku za mojo najnovejšo knjigo. Gremo pa zdaj samo napišem to stran, to pomeni mastermind academia.com, pošiljnica hipnoza. Samo to napišite, dobili boste prijavnico, v opombe napišite, da dobiste 200 evrov popusta na tisto ceno, se jim prijavite, se jim pridružite in boste del te moje družine in zdaj pa dajmo žebati še nekoga za knjigico. Dajmo sam, mogoče, dajmo tako narediti, ker bi radi zaključili v nekem takem dobrem pozitivnem duhu. Vi seveda greste verjetno zdaj spat ali pa greste v live ali pa ne vem kamerkoli. Jaz tudi, ki ste dolg dan za mano oziroma zelo dolg dan za mano, bom šel, tako da z veseljem bom delil, tako da nekomu bom, nekomu na Instagramu, tako da še eno zgoščenko, oziroma eno izmed 8 zgoščenci, kar delate na tisti, ki ste na Instagramu, mi napišite, kjer zgoščenko bi radi imeli in tukaj bom pa na Facebooku podaril knjigo, tako da boste imeli vsak nekaj, ja, tako da dajmo zdaj tako narediti, da nekoga izžebam. Napišite mi mogoče en vaš cilj za 2019 in napišite mi en vaš cilj za 2019, kar bi radi uresničili za 2019 in tistega bom žebal. Instagramovci, napišite mi, kakšen cilj imate za 2019 in dobili boste kjerkoli zgoščenko. Nekaj, kaj bi radi naredili preboj v 2019 hipnozo. Prijavite se, dajte biti z nami, dajte biti s to fantastično skupino v Mariboru. V Mariboru je hipnoza, ima nek čar. Ta Maribor, tiste, ki ste Štajerci, že tako veste, jaz kot Primorec se dobro počutim in ima neko karizmo, neko energijo, mogoče bomo imeli celo kaj sneha, da bomo tam. Vem, da se vedno vozijo z Ljubljane, tako če ste z Ljubljane, bo sigurno kakšen prevoz, da se boste lahko šerili, delili, ker Ljubljančani imajo radi Ljubljano. Mi smo imeli celo enega Skopra, ki se je vozil, tako da imamo fantastično skupino asistentov, res jih boste spoznali, srečali, poleg mene. Prijavite se tudi zato, ker ne odlašati, ker doskrat tudi rečejo, vse bom še, in potem odlašajo, potem življenje gre mimo, življenje je kratko. Vi rabite danes narediti spremembo, da boste potem se premaknili in premikali proti rezultatom. Tako da dajmo zdaj res nekoga žebati, jaz se vam zahvaljujem na Instagramu, očitno ne bo nobenega,
ki bi dobil zgoščenko. Tisti, ki ste na Instagramu, dajte se prijaviti na Instagram, ker zdaj bi rad nekoga ževal, da vidim zdaj malo, jaz mislim, da je fajn, da nekoga ževamo tukaj, ker ste res bili fantastični, res ste bili z mano najboljša skupina, ki je v resnici bila danes ta večer z mano ste, bravo, čestitam, odlični ste, hvala lepa. Je bilo čast deliti z vami, se upravičujem, da smo imeli malo tehničnih izzivov, malo tehničnih pomanjkljivosti. Je fajn, da všečkate oziroma delite, tako da dajte delite. Zdaj imamo celo prva oseba, ki je nekaj delila na Instagramu, očitno bomo samo eno osebo žrebali, tako da mislim, da je Instagram kar žrebam, ker je Instagram neaktiven toliko, kaj niste nič me poslušali deliti, tako da Petra Lah je zmagovalka, to je edina, ki je delila, bravo Petra, čestitke, in Špresa se je odpovedala, ja, vidiš Špresa, ok, lej, fajn, dajmo tudi Špresi, ki je rekla, da ti si že prej nekaj rekla, pa se je odpovedala, tudi napiši Tjaši, da ti pošlje CD za finance, in Petra, tebi kaj pošljemo, Petra Lah, še ti napiši, kaj rabiš, kakšno zgoščenko rabiš ti, in dajmo zdaj tisti, ki ste delili še nekoga na Facebooku, mojo knjigo, ja, ti dobiš finance in Petra, ti rabiš vsebostno rast. Tako je, napišite obe mail takoj zdaj Tjaši, tjasa@mastermindacademia.com, prosim za zgoščenko vsebostno rast in ti Špresa napiši, prosim za zgoščenko finance. Ok? Cool. Dajmo zdaj tukaj nekoga žrebati. Evo, mislim, da je to ena najbolj pomembna stvar, da zžrebam takoj zdaj. 1, 2, 3, kdo dobi knjigo? Alfred Pajestka. Bravo, Alfred Pajestka dobi knjigo. Ja, ki si kaj žlahti se z Jelenko, Alfred. Ja, tako da Alfred dobi knjigo, čestitke, bravo. Ja, tako da zdaj pa bi se vam vsem zahvalil. Jaz komaj čakam, da se vidimo. Knjigo dobiš podpisano po pošti, lepo prosim, Alfred, napišeš mail naši Tjaši, tjasa@mastermindacademia, napiši naslov in tako dalje. Tako da, tukaj sem jaz hvaležen, počaščen, vesel, vsem, ki ste bili z mano. Prijavite se na delavnico praktik hipnoze v Mariboru. Jaz vam garantiram, da bo to najboljša delavnica v vašem življenju. Vam garantiram, da se bomo dejansko ukvarjali s hipnozo na način, da se bomo veliko zabavali. Predvsem je to delavnica za dušo, za srce, za preboje, za premike, da date na hrbet neke stran, ki jih ne rabite več in dosežete rezultate, ki jih imate. Če imate kakšno vprašanje, jaz bom še kakšno minutko tukaj. Vam zaželel eno lepo lahko noč in mirno spanje. Bili ste fantastični, najboljši in še najboljši od vseh najboljših. In res sem vam hvaležen, da ste mi namenili teh nekaj srčnih trenutkov. Se pravičujem, ker sem malo gledal na Instagram, malo sem gledal na Facebook, pa ti na Instagramu očitno niso toliko bili aktivni, kot ste bili vi na Facebooku, ker ste bili res pridni. Lepo prosim, če delite ta posnetek, delite ta video, če vam je bilo kaj koristnega, kaj dobrega. Jaz sem vam seveda zelo, zelo hvaležen za kakšen komentar in like oziroma všeček po slovensko in mi se seveda vidimo, ko se srečamo. Če ne prej se vidimo 16. januar, to je najbolj odpuljeni, odštekani, inspirativni, motivacijski, hipnotični delavnici vseh časov v galaksiji. To je certificiran praktik hipnoze. Dobite podpis dr. Richard Bendlerja, soustanovitelja NLP-ja, tako da dajte se čim prej prijaviti, če ima kdo kakšno vprašanje, jaz bom kakšno minutko še tukaj ostal. Preden grem jaz meditirati in delati domače naloge, ki jih moram tudi jaz delati, jaz se skozi učim. Ja, z Robertom se vidiva, Robert, dajva napovedati, ja, to je dobra stvar, ne, Robert je z mano tukaj, niti sem vedel, da je tukaj z mano. Z Robertom bova, ko bom jaz v Mariboru, ob polnoči na radiju, ja, tako da na Radio Maribor, ker sem pozabil točno, kje že je. Radio Maribor bova o polnoči uživo, ki ne morete spati, ste vabljeni za to, da boste z mano, da boste me poslušali. Bomo malo poštarsko, Robert, kaj še rekla, ne? Čuj, vrej je, to sem se naučil, čuj, vrej je, to je češtajci, ne? Vrej je. Veš, ker toliko sem na tem štarskem koncu s temi našimi delavnicami, ja, tako da jaz sem hvaležen, počaščen. Hvala vsem, hvala Ljubica, hvala Špresa, hvala Nevenka, hvala Lea, hvala Jasmina, hvala Mici. Ja, kdaj bo sta hipnoza 2, 3? Jaz imam tak plan, da bo hipnoza 2 do konca tega leta in hipnoza 3 do konca 2020. Dajmo videti, kako je bila Mici hipnoza 1, ste že prebrali? Je v redu?
Ja, tako so plani zdaj za te knjige, ker to vseeno zahteva kar nekaj časa, kar nekaj, mislim, tudi če se zdi knjiga tako enostavna, ta hipnoza ena je res kar nekaj dela in tudi jaz sem neverjetno hvaležen, ker sem imel kar nekaj pomoči tudi z tega vidika, da so naši asistenti mi pretipkali kar nekaj teh delavnic od hipnoze, da smo potem pobrali kakšne stvari in primere ven, tako da res hvala lepa za to. Jaz sem že rekel, tisti, ki res ste spati lahko noč, vas lepo pozdravljam, vas ne bom zadrževal, če ima pa tu kakšno vprašanje, bom ostal še kakšno minutko. Tako da ja, Mici, ste prebrali knjigo, ste zadovoljni, Mateja, hvala lepa, ker ste bili z mano, z nami, hvala lepa, Anita, lep pozdrav. Ja, mislim, jaz sem res hvaležen vsem, ki ste tukaj. Ja, Petra Lah, Radio Maribor, Radio Slovenija, 17. januar, ob nič. Aha, to je v bistvu četrtek ob polnoči, ja. Super, wow, mama mia, koliko Robert piše, da bomo imeli. Klaudija, ja, hvala lepa, Klaudija. Hipnoza ena je top knjiga, ja, hvala Silvana, super. Ne pozabiti, če se tako zdaj prijavite oziroma če pridružite praktiko hipnoze, dobite podpisano verzijo, ta bo vredna. Jaz sem umrl leta 2081, leta 2082 boste prodali za ogromno denarja, takrat se ne bo dalo več dobiti. Anja, hvala lepa, Mateja, lahko noč sem. Greste kar spat, ne rabite me čakati, ker jaz sem vam poslovil, tudi če bo še kakšno vprašanje. Ja, Roza, Citroen, boš sanjala, v redu, Mici, ja, super. Lahko noč dan, sem lep pozdrav v Slovenijo, iz Anglije, iz tega simpatičnega stola, se bojim vse snega. Tukaj je sedel Anthony Robbins na svojem začetku in ne boste verjeli, zdaj, ker sem bil, to sem pozval povedati, lepo zdrav Vesna, lepo zdrav Lenka, zdaj, verjetno tvoj mož dobil knjigo, če sem prav razumel, ne? Ne vem, če sem tu povedal. Zdaj, ker sem bil spet senior leader pri Tony Robbinsu, to so tiste oranžne majice, če ste jih kdaj videli na kakšnih novih delavnicah. V bistvu jaz ne morem vse na njegove delavnice hoditi, ker res ne uspem časovno. Moje leto 2019 je bolj ali manj polno, koledar je poln. In grem ponovadi enkrat na leto še. Prej sem dosti hodil in dosti pomalo, zdaj ne uspem vse. In grem na delavnico Date with Destiny in potem sem spoznal letos kar nekaj zanimivih, simpatičnih ljudi, ki so mi dali nekih idej. In je bilo, enega sem spoznal, ki je začel s Tony Robbinsom na prvi Date with Destiny seminarju pred 30 leti. Smo bila skupaj v istem mojem timu je bil. Jaz sem bil v nemški skupini, on ni bil Nemec, je bil Američan. In ker je bilo Nemcev, ne vem koliko jih, 15, ostalih je bilo malo več, ne vem koliko je bilo točno ti Nemcev. No in potem jaz debatiram z njim in rekel, Aleksandar, mi smo bili v dnevni sobi. Tony Robbins je začel v dnevni sobi. Ja, in danes kaj dela, danes je imel norih 5000 ljudi, malo manj, no, na Date with Destiny na Floridi. To pomeni, kje začnete, tudi on je začel z nulo. In kaj je razlika po njemu, da je norc. Norc v dobrem smislu, da gre do konca, da ustraja, se fokusira in tako dalje. Aha, zdaj imam celo nekaj vprašanje. Milenko, lepo zdrav, mi se vidimo. Yes. Tanja, kako govoriš, kaj je tvoja blokada? Ja, jaz bi tako te vprašal, ne, Tanja, ali pa bi vas vprašal, ne vem, kako je prav, da rečem, ne. Tanja, tvoja blokada, kot viš, mislim, preprosto, povej, kaj bi rada, kako da tega nisi še uresničila in kaj so omejitve. Blokada je lahko eno prepričanje, ki ima nekdo. Recimo, blokada je lahko, koliko si nekdo zasluži, koliko je lastna vrednost nekoga. Blokada je misel, da če bom nekaj šla narediti in mi mogoče ne bo uspelo, me bojo drugi kritizirali in kaj si bojo drugi mislili, ta strah pred tem, je to lahko blokada. Blokada je lahko strah. Tako da, v resnici, kako kot viš, je tako, da si postavite cilj in potem opazujete svojo reakcijo, pot do svoja cilja, ker če ne greste tako v akcijo, pomeni, da imate neko blokado. Blokada je lahko vaš notranji dialog, ko se pogovarjate neke neumnosti, karkoli že je. Ja? To je absolutno, zelo hitro se hotovi blokado. Jaz vam garantiram, če prijeste na to delavnico praktike hipnoze, boste dobili lahko blokado ali pa kaj, mislim, ideja takoj. Ja? Tako da, ja, Neka, hvala lepa za ta večer. Alenka, čestitke, pozdravimo žal, vidiš, to je njegov srečen dan danes, bravo. Čau Milenko, čau Mirjam, čau Špresa. Anton, oprosti, da dela slabo povezava, jaz upam, da je bilo v redu tukaj z tega področja,
Ja, ok, to, Robert, čestitke. Zadnje upam, da je bila dobra internetna povezava z Anglijo. Okay, zdaj zaključujem in dovarjam vprašanje. Če greste spat, greste mirno, lahko spat. Če bi radi še kakšno odgovor na moje vprašanje, bom tukaj še odgovoril na to vprašanje. Ok, Robert, lepo zdrav, Robert, tudi tebi. Janez sprašuje, kako ne se zjutraj zbudim brez ure in dejansko vstanem. Ja, odlično vprašanje. Tudi kako se zbudi brez ure je tako, da v resnici jaz bi si dal takoj zdaj sugestijo in si rekel, na glas si lahko rečeš, na glas, zjutraj bom vstal ob 5. In potem uporabi hipnozo. In recimo ena izmed stvari, ki se bomo učili na hipnozi, je to, da bomo, ena stvar, ki se bomo učili na hipnozi, je to, da bomo dali lahko spremembo že v preteklost. Kot da se je že ta sprememba zgodila. To pomeni, da si predstavljaš v mislih, da dejansko narediš neko samo hipnozo, recimo pa neko indukcijo najprej, potem samo hipnozo. Ne pozabiti, indukcija je zelo pomemben del samo hipnoze. Ja? In v tej samo hipnozi potem si predstavljaš, da si že pol leta vstaješ ob 5. Vse dan vstaješ ob 5. In potem, jaz recimo tudi doskrat ljudem priporočam, da naredijo nekaj testov, da recimo fizično zaigrajo vstajanje ob 5, da potem prelisičijo nezavedni del uma. In recimo, dan si reči, vstal bom jutri ob 5 in pika. In nehaj se, recimo, ne vem, kaj ti razmišljaš, če ne ostaneš ob 5, da če ti razmišljaš, da če bom vstal, pa bo mrz, zdaj po zimi, pa ne bom nekaj delal, pa ne vem, karkoli, odvisno, kaj nekdo dela. Ker tukaj bi te mogel več vprašati, Janez, kaj recimo narediš, da potem ne vstaneš. Ker če ti imaš uro nastavljeno ob 5 in ne vstaneš, je včasih tako, da nekaj razmišljaš. Včasih ljudje, ki ne vstanejo, razmišljajo, ja, veš kaj, če zdaj še malo pospim, pa se zavrtim, pa še ne, pa bom preskočil recimo branje knjige zjutraj, lahko še malo spim. In potem bom preskočil telovadbo, še malo spim. Potem bom lahko recimo na mesto zajtrka, bom pojedel eno banano v avtu, lahko še malo spim. In potem ljudje vstanejo včasih tisto zadnjo minuto, ko če je zeleni val, bojo prišli pravočasno do tega. In če ni zelenega vala, bojo zamudili, bo rekli na koncu, jo, je bila užba na prometu. Ja? Last minute varianta. Tako da jaz ne vem, če sem ti kaj odgovoril na to vprašanje, ampak jaz ti samo to svetujem, da si daš cilj in odločno rečeš, kaj bi rad, kako bi rad, da se to uresniči. In potem seveda to programiraš, da daš samo hipnozo na sebe cel cajt. Ker karkoli bi rad spremenil v vedenju, je nekaj, ker si sposoben. Ni nikoli vprašanje sposobnosti, je vedno vprašanje motivacije, prave strategije razmišljanja in seveda potem izvedba. In ena stvar, ki mogoče danes nisem rekel, je ta, da ljudje, ki so dobri v aktivnosti, imajo zelo malo notranjega dialoga. Ljudje, ki so slabi, imajo cel kup stvari, s katerimi se preprečujejo, zakaj nekaj narobe, zakaj nekaj ne deluje in ne grejo v akcijo. So skozi neke te blokade, o katerih prej Tanja sprašuje. Tako da, jaz bi si sam to rekel, jutri vstanem ob 5 in tako naprej. Opozoril bi sam nekaj, da včasih tvoje telo rabi, da spiš do 6, pa do 7, pa do 8. In da poslušaš tudi svoje telo. Ker vem, da si ti zelo priden in zelo dosti delaš in zato si moraš dati tudi čas za počitek.